Nogomet je veliko več kot le zmaga in poraz. V podkastu iz centra v gol to tudi spoznaš. Moje ime je Igor Fenko in sem voditelj podcasta iz centra v gol. Gremo v novo oddajo. Smo v novi oddaji, nov petek, nova oddaja. Današnji gost je Sašo Udovič, član tiste naše zlate generacije, prve, ki je orala ledino. Gost, ki je bil z 25 zadetki v prvi slovenski ligi v eni sezoni tudi najboljši strelec, tretji najuspešnejši strelec v zgodovini slovenske reprezentance, en tistih, ki je oral ledino tudi v tujini v tistem, po moje, zelo zahtevnem obdobju. Pozdravljen, Sašo. Pozdravljen, Igor. Toliko superlativov pa toliko lepih stvari si povedal, da mi grejo, kar se ne vidi, kocine po koncu, ampak v redu, gremo naprej, hvala. Ampak to vse drži, ne? Ti si kot zelo mlad si že bil prvi strelec prve lige. Res je, jaz sem imel sicer eno dosti burno pot, mogoče malo nelogično ali pa logično. Rečemo, ta naša generacija, večina teh fantov ali pa polovica te zlate generacije izhajala še vedno iz jugoslovanskega nogometa, Juga je bila še skupaj, ni bilo še vojne. In jaz sem tako kar burno pot. Štartal sem na Ljubljani in sem potem, ko sem končal na Svobodi, se je že dogajale določene zadeve in sem šel v Hajduk Split, ki je bil še zdaj velik klub. In potem sem se vrnil nazaj, ker je bila vojna, imel sem 4-letno pogodbo. Sem se vrnil, ker Hrvati niso igrali, sem igral pol leta ali pa celo 1 leto za Olimpijo in je bila že v bistvu neka tendenca padanja pri meni. Sem se šel na Slovan in tam mi je pa uspelo to, kar si že prej povedal, da sem bil strelec slovenske lige in to je bilo nekako po vseh peripetijah, po vojnah, po stari Jugi, po slovenskem nogometu, po lahko rečem, da je bilo kar kaotično, mi je uspelo pol tisto sezono nekako dobro odigrati in sem šel ven in hvala Bogu sem prišel čez 11 let domov. Okay. Zdaj tu bi še jaz pozdravil vse goste, tako da tu, da veš, bo prišel en video noter, tako da bomo tale del mi odrezali, da mi dva gremo pa zdaj naprej. V glavnem, ta del mene zelo zanima, se pravi, iti v Hajduk Split v tistem obdobju je bilo nekaj posebnega zagotovo. Ne? Hajduk verjetno top 3 ali pa top 4 klube v bivši Jugoslaviji. Moramo vedeti, da Jugoslavija v tem obdobju je bila zvezda ravno nekje tudi evropski prvak. Ampak mene tu ena stvar zanima, kaj mislim, da si marsikdo pozablja, da v tem obdobju je prihajalo do teh vseh razprtij znotraj bivše naše države. Kaj je to izgledalo na Hrvaškem, se pravi leta 90-91, ko si ti dol bil? Kako je to izgledalo? V bistvu nekako si že načel, pravijo iztočnico. Hajduk je definitivno bil član tiste velike četvorke v jugoslovanskem fuzbalu, Zvezda, Partizan, Dinamo in Hajduk. Posebno mesto, poseben klub, tam je dejansko se živi za nogomet, oziroma to je del neke tradicije, del življenja, bom rekel, Dalmacije in mogoče še širše. Jaz sem imel srečo, da sem takrat so me videli, takrat je bil trener legendarni Joško Skoblar, velik igralec in kasneje tudi odličen trener, oziroma bil je veliko boljši igralec, kot je bil trener. No? In so me opazili, v tistem letu, ko sem igral še za Svobodo, oziroma bivši Mercator je bilo to takrat, in se je na hitro zgodil ta prestop. Jaz sem prišel v Split, novo, neverjetno za enega fanta iz Ljubljane, ne glede na Olimpijo, Slovana, Ilirijo, ne vem, Ljubljano, ki so bili takrat, lahko rečemo, kar močni klubi v Sloveniji. Je bil to velik preskok, tako v psihološkem smislu, športnem, kakršnem koli. To se začutiš, že konec koncev, ko vidiš tisti poljud, si zelo majhen, no, bom rekel. In bilo je Split kot mesto, ampak mene je najbolj presenetil, oziroma me je impresioniral ta stik kluba bom rekel, z Dalmacijo, z mestom, to je res nekaj neverjetnega. Tega nisem ne prej, ne kasneje nikoli doživel in kakor vem, tudi po pričevanjih mojih prijateljev, kolegov iz reprezentance, po pogovorih, ne vem, mogoče tudi s kakšnimi svetovnimi zvezdami,
je to res en unikum. Mogoče ima še par klubov na svetu, mislim, da je tudi Boca Juniors, nekaj tazga, Argentina, ampak Hajduk je res, tisti je res poseben odnos. No. Tako da nisem veliko tam igral, bil sem pa samo pol leta, ampak izreden prelomnica mogoče v mojem življenju, v športu nasploh, ker začutiš konkurenco, začutiš vse te pore velikega kluba. Konec koncev, jaz sem bil v času takrat, ko so se vzpostavljale te prve reprezentance po razpadu Juge, bili so Bokšič, Cetinov, Jarni, Štimac, Bilič, fanti, ki so pozneje naredili top kariere, bili vatreni. Bilo je tudi nekaj fantov, ki nikoli niso naredili kariere, tako da ta pota nogometa so zelo čudna, ampak skratka, ja, res je ena prelomnica, velik napredek v vseh smereh. Dobro, Split je imel tudi svoje pluse, naravne lepote, morje, vsega skupaj je bilo dosti, tako da in z nogometnega in življenjskega aspekta je bil to sigurno zame en velik odskok naprej. Mene je zanimivo, ko se pogovarjamo o teh, klubih, ki so strastni, prijemo vedno nekam na nek jug, nekam ob neko obalo, To je meni toliko fascinantno, ker tudi danes, še vedno Hajduk, ko pogledamo kakšne posnetke iz, kakih finalnih pokalnih tekem ali pa derbijev ali pa tako, ni primerljivo, no. Tako. Ma ni primerljivo in to, kar si omenil, naprimer povem ti samo anekdota, to se je dejansko dogajalo dol, se strinjam, strast je verjetno ne samo športno povezana tudi z jugom, z morjem, z Mediteranom, če hočemo tako v Evropi, pa verjetno tudi podobno je povsod na svetu, Ni slučaj, da so, Španci, Portugalci, konec koncev Hrvatje, Turki, kdorkoli, zdaj da števam Grki, da so tako strastni, ker enostavno je to del mentalitete, del nekega DNK-ja, del mentalitete ljudstva. In naprimer, ena anekdota, mi smo igrali takrat je bil Hajduk, ni bil v najboljši poziciji, nismo bili med tremi, v Jugoslovanski ligi nismo bili pa tam, ampak za Hajduk je 6., 7. mesto, ni to, bili smo nekje tam, ampak se pride derbi, igraš z Slobodo Tuzlo doma, zgubiš tekmo 1-2, rečemo 15-20 tisoč ljudi in dobesedno ne smeš iz stadiona. Nismo šli iz stadiona, 2-3 tisoč kršnih Dalmatincev, tistih ne otrok, ne 15-17 let, 20 let starih fantov, z vsem spoštovanjem, zdaj govorim do Viol, do Dragonsov, do raznih grup, ampak fanti stari 30 do 40, mogoče 50 let, ki jim je Hajduk vse, so potetovirani, res jim je vse, te čakajo pred stadionom in ne smeš ven, ker si izgubil tekmo 2-1, ker te bojo, ne veš, kaj se bo zgodilo. Smo prespali na stadionu cela ekipa, trenerji vred, ampak zanimivost, čez 2 tedna nabijamo Dinamo Zagreb spet na Poljinu, isti ta Torcida te odnese v mesto, se dogajajo take smešne stvari, ne moreš cel teden, ne da ne moreš pijače plačati, ali pa pice, ali pa obrok. Sem šel v butik, sem skupil kavbojke, pač ena smešna zadeva. Ne, reče ti gospa, mili moj, samo vi povedite v nedelju, sve će biti v redu. Pusti ove trapice, sve v redu. Evo, to je to. Pa si pa zgubil, pa spet nisi smel v trgovino nadstopiti. Tako je. Se pravi, smo šopingirali takrat, ko smo zmagovali. Ja, pa žene se naučiš. Ok, ampak veš, kaj mene zanima? V tem obdobju, rečemo, zdaj, če primerjamo danes, tudi ko se pogovarjamo s trenerji pa z športnimi direktorji, ta Instat se preveri, statistika igralca in vse ostalo in potem se še naredi kak intervju in tako naprej, v glavnem, preden se pripelje igralca. Kako je to izgledalo, rečemo, pri tvojem prestopu, da si ti prišel iz Ljubljane v en Hajduk? Če sem čisto iskren, je bilo to takrat še v tistih časih, to je bilo, mislim, da je bilo leta 91, 90, ne vem, zdaj se ne spomnim točno, vem, da sem bil 21 let star po vojski. Takrat ni bilo teh, ne Instatov, ne tega, če ti povem samo, Hajduk je velik klub in bo vedno velik klub, če ne drugega zaradi tega, kar obstaja. Ampak, da bi bile to kakšne ekstremno strokovne zadeve, saj takrat
zdaj verjetno, zdaj vidimo, da imamo Instat v drugi ligi, da je vsak igralec skeniran 100-krat, če je potrebno in to delajo in to je prav, pač nogomet in šport gresta naprej. Ne, jaz sem v bistvu prestopil takrat zaradi recimo dobrih iger v slovenski ligi. Skautirali so me sigurno 2-krat, 3-krat, ampak to je bilo prej še, takrat je bil še pokojni Franjo Papec, ki je bil velik navijač, sodnik, veš, Juga je bila malo drugačna takrat, zdaj se sodi res, takrat si imel kakšne sodnike, ki je vsaj v zaledju se je govoril, ta je pa Hajdukov, ta je zvezdni sodnik in tako, ampak nič slabega, to je bilo pač del tiste lige, del Juge je bilo to. In ta Franjo Papec je takrat prišel z enim menedžerjem, midva sva se poznala na videz, da je prijatelj, osebni prijatelj od Joška Skoblarja pa tako naprej. In potem so prišli, dvakrat so me prišli gledati iz uprave Hajduka oziroma določeni trenerji. Odigrali smo, mislim, še takrat prvo tekmo, mislim, da je bila amaterska reprezentanca Slovenije proti Bosni v Izoli. Jaz sem igral za to reprezentanco, selektor je bil Zdenko Verdenik. In to so bili res povoji in takrat so me v bistvu še najbolj ščekirali. Prišel je pokojni Mijač, ki je bil kasneje pomočnik mnogim trenerjem, Buljanu, Skoblarju, Poklepoviču in tako naprej. In recimo temu, da sem jim bil všeč in je bilo na licu mesta zmenjeno 4-letna pogodba. Čez 2-3 dni sem že letel v Split, tako da prvič sem se peljal z avionom ali drugič, tako da to je bilo recimo takrat, wow. Vse je drugačne. Samo to, kar si pa rekel, kar si omenil, mislim, da na to hočeš tudi neko vprašanje. Daleč od tega, da je bil to takrat, ne vem, da so bili te klubi mogoče v špici tudi po nekih strokovno-analitičnih teh zadevah. Ne, jaz nisem imel takega občutka. Če ti primer povem, prve priprave na Lošinju smo laufali in smo laufali v eni skupini, pač tiste uvodne priprave, to je bilo takrat še skoraj nič žogo. En teden je bilo mrcvarjenje na Lošinju, vse suho in smo v skupini, nikoli nam pozabil, smo skupaj tekli jaz, Mili Hadžiabdić, Mejhan Bek, Alen Bokšič, vemo, za kakšnega fanta se je šlo, pa Dragi Setinov, starejši igralec. Se pravi, to je bila grupa po 4, ki smo bolj različnih fantov nisi mogel imeti, ne po vseh variantah, fizičnih predispozicijah. Se pravi, če bi takrat nekaj imel, ampak laufali smo na isto štoparco, ne. Se pravi, po moje je bil takrat eden od teh 4 je bil res to pripravljen, ostali 3 pa ne. Če pa je imel v tem obdobju, rečemo, Hajduk svojega individualna skauta, nekega, ki je hodil okrog? Jaz mislim, da niti ne. Takrat so bili časi, so bili malo drugačni. Vsi ti veliki klubi imajo svoje simpatizere, svoje podružnice. V Ljubljani je pač bil en gospod, ki je bil vodja oziroma direktor Šestice, zelo znana restauracija v Ljubljani, pred dolgimi leti še. On je bil vodja, recimo, ene podružnice navijačev v Sloveniji, kar se tiče Hajduka, Hajdukovcev v Sloveniji. In tako je imel vsak od teh večjih klubov, recimo ta velika četvorka, je imel svoje simpatizere, ki so se seveda vsi na nek način tudi spoznali na fuzbal, na nogomet. In jaz nisem imel občutka, tudi kasneje, ko sem se pogovarjal, da so bile to takrat prav scout službe, kot je danes, da ne vem, pač te top klubi, da imajo 5-6 scoutov, enega za Južno Ameriko, enega za pač ta predel. Ne, to je bilo takrat malo tako, ja, on je pa dober, pet ga ti pogledati, pa da vidimo in seveda je pa na koncu pa seveda odločala stroke. Ko se je pa govorilo o nekom, so se pa seveda prepričali o tem sigurno tudi tisti fantje oziroma trenerji, ki so bili strokovno določeni v klubu za to. To pol pomeni, da če gledaš tako tudi pol kasnejše vse prestope, ko si jih imel, biti nogometaš v Sloveniji pa biti nogometaš v tujini je ena velika razlika. Ja, res je. S tem, da če lahko pripomnim, je bila še veliko večja 30 let nazaj ali pa 20 let nazaj. Pa kaj je to glavna razlika, ki si jo rečemo ti kot igralec občutil? Pa te mogoče tudi danes... Glavna razlika je že v tem, ker ko sem šel jaz ven, pa ne vem, da primerjamo generacije ali pa karkoli, veliko težje je bilo ven priti. Zakaj? Ker je bilo enostavno, jaz sem šel v Beveran takrat iz Slovana
respektabilen klub, rečemo med 7, 8, 6 klubi v Belgiji, to je bil res noro za tiste čase ali pa velik uspeh, nekaj, kar se ni dogajalo, ampak poanta je bilo v tem, da so klubi zelo težko oziroma so se res prepričali, kar se tiče tujcev, da so plačevali, ker pravico so imeli samo 3 tujci in takrat je bil v Belgiji, naprimer, jaz sem bil s 3 tujci, 3 so lahko igrali, se pravi 4 smo bili, bil je Maročan, bil je Nizozemec, bil sem jaz Slovenec, pa bil je še en, mislim, da je bil, še en igralec iz Afrike je bil, mislim, da je bil iz Gane, ampak hočem to povedati, samo 3 so lahko igrali. Se pravi, danes lahko v Beverenu ali pa kjerkoli v Evropski uniji lahko igra 20 Italijanov, 20 Belgijcev, 20, ne vem, Nizozemcev ali pa razdeliš to po 3. Se pravi, klubi so imeli res ozek izbor tujcev, katere so morali seveda plačati in tukaj so zelo, zelo razmislili, kaj bojo naredili. No. To je to. Ampak tudi, hotel sem tudi vprašati, ta občutek tudi na ulici, pa iz strani, kako klubski funkcionarji funkcionirajo do igralca. Kako si ti to doživljal? Ker meni je še vedno to zanimivo, ne, da ko se pogovarjaš ti z nekom v tujini, ali pa ne vem, zadnjič sem gledal pač te Azure, kako so osvojili zadnjo evropsko prvenstvo, ne, je bilo tako, ti vidiš, ko pride predsednik in se zahvali igralcem, da so pripravljeni se boriti in tako, v glavnem na takšen način, ne. Pri nas se ves čas, se mi zdi, da poslušamo ovi fuzbalerji, ne. To, malo. Res je, se mogoče gremo lahko malo, pa nam rekel v politiko, ampak zgledujemo se po vsej zahodni Evropi glede, ne vem, politike, gospodarstva, vsega, ne, ampak nogomet je bil pa dolgo časa, bom rekel, ne zatiran, ampak je bil pač, tako kot si prej omenil, v Berlinu, v Parizu, v Bruslu ali pa v Londonu ni tako, ne, nogomet, šport številka 1 z vsemi plusi in minusi, ne. In ko sem prišel v Belgijo, to niso bili kakšni milijoni ali karkoli, seveda, budžet je bil neprimerljiv z slovensko ligo, tudi z mogoče takrat z jugoslovansko ligo, ker to so le zahodni klubi, ki so imeli več denarja, ampak mene je impresioniralo tako, da so bili predvsem, me je impresioniralo v prvem momentu infrastruktura. Nam so rekli, prvi trening, ko sem prišel na trening, prideš v obleki, fantje sproščeni, vse v redu, vsi gospodje, ti dajo roko, ne vem, vse. Od trenerja do ekonoma, vse na najvišjem možnem nivoju, govorim človeškem, kulturnem nivoju, kar je zelo pomembno. In so rekli, gremo na številko 8 trenirati. Jaz rekel, sem prav slišal številka 8. In dejansko smo šli na številko 8. En Beveren je imel, mislim, da je imel 10 ali 11 pomožnih igrišč in številka 8 je imela svoj predznak. Ne, se pravi, kakšno je bilo glavno, je brez veze govoriti. Kakšno je bilo 3., 5., 7., če smo šli mini številko 8, pa verjemi mi, da je bil tepih kot na Wembleyu. In to je mene, mislim, to me je impresioniralo v tem, ker mi smo bili na Olimpiji, prva liga, jugoslovanska liga, pa smo trenirali zdaj tam dol, ker je umetna trava in je bila po domače rečeno grbavica, ne. In te zadeve, ne, od tega igrišča do opreme, ko vidiš, mislim, da smo imeli takrat, je bil Nike ali bil Adidas, se nima vedeti. To je bilo vse tako na nekem višjem nivoju, karkoli, dobil si torbo, to je bilo toliko stvari noter, trenerji. Prvič sem videl, da so 3 do 4 trenerji, da je fizioterapeut, da sta 2 fizioterapeuta prisotna vsak trening, zdravnik, kadarkoli ga pokličeš, se pravi, te zadeve so me impresionirale v tej smeri, da je bilo to res nekaj razredov više takrat, kot je bilo to v Sloveniji, na primer. Moram te še tu eno stvar vprašati. Zdaj, kar se midva takole poznama, jaz sem te srečeval tudi še takrat na NZS-ju, ko smo se srečevala, si vedno tako zelo meren, kontroliran in tako naprej, kar ni tipično za napadalce, ne. Kak si ti bil kot mlad fant, še preden si
stopil v te polprofesionalne nogometne čevlje? Si bil tudi tak miren, ali si bil on krvoločen, ki komi čaka, da vzame žogo pa zabije gol? Mogoče se lahko ali zahvalim ali pa v bistvu pograjam že mama in očeta. Mama je bila profesor geografije, oče diplomiran elektroinženir, tako da tudi če bi hotel, mi ne bi pustili na vzgoja, da bi bil, rečemo, primitivc, bumbar po domače, nastopač, karkoli. Tako da imam mogoče malo drugačno zgodbo o tem. Ampak po drugi strani pa vsi, ki me poznajo, vejo dobro, ja, ob igrišču in to rečemo, da sem bil vedno tak, kot si ti, ampak ko grem pa na igrišče, ali je to nogomet, ali bova šla pikado metati, ali pa ne vem, tenis igrati, bom pa zmrznil samo, da zmagam. Ampak jaz nisem mislil, da bi bil primitivc, ne, da ne opomote. To pa nisem bil nikoli, ker konec koncev včasih se pogovarjamo, kdo je imel toliko pa toliko rdečih kartonov, rumenih, karkoli. Jaz v profesionalni karieri ne boš verjel, koliko misliš, da sem rdečih kartonov dobil. Glede na to, koliko me zdaj napeljuješ, ne, po mojem nobenega, ne. Ja, nobenega. Mislim, da na eni prijateljski, ko sem bil res še mlad, moj 16-17 let, mi en sodnik, se dobro poznava, mi na prijateljski to, kar reda radi mi ga je dal, pa sem bil jaz kriv, samo nekaj rekel, pa je bila bolj hec. Ampak dejansko nisem dobil rdečega kartona, ker po mojem mnenju tudi napadalci, dobro, zdaj malo drugačen nogomet. Kot napadalci dobiš rdeč karton, pol je bilo nekaj narobe. Seveda, moraš vedno odreagirati na provokacijo, ampak to je bolj domena, recimo, veznih, štoparjev, karkoli. Tako da vse poanta ni v agresiji. Poanta je v glavi, pa v oceni situacije, pa v tehniki, pa vseh ostalih zadevah. To pa ti veš več, ker si trener. Ja, sam je vedno meni tako zanimiv, ne. Tisti napadalec, ko je ta prav, ne, gre vedno tudi v nek riziko ali pa ne vem, tudi išče kdaj v kazenskem prostoru, da bo prekršek, da bo izsilil pač penal, ne. Kar pa pomeni, da tam ne moreš pol stran skočiti, ne, moraš iti do konca, ne. To sem pa šel. Tako da lahko rečemo, na igrišču sem malo drugačen kot v privat life, ampak ne, da nismo primitivci, tako kot si rekel, ne. Je pa res nekaj, ne, da dostikrat oziroma slišim, pa tudi res je, mogoče ne čisti 100%, da vsak odličen ali pa dober golgeter mora biti sebičen. Jaz mislim, da je delno to res, ne pa v vseh primerih. Naprimer, jaz sem pač to devetko igral, sem kar nekaj golov zabil, hvala Bogu, ampak nisem bil pa nikoli sebičen. Če sem, vsaj kariera je tako pokazala, no. Imel sem to srečo ali pa brez lažne skromnosti tudi neko sposobnost, da sem imel to statistiko vedno, ne vem, 10 do 15 golov na sezono je bilo, tudi za reprezentanco, ampak poskušal sem vedno igrati ta nogomet, tako da če je bil nekdo v boljši poziciji ali pa nekaj, da mu podaš oziroma da iščeš nekoga, ne. Kar ni domena vseh fantov, kar ne vem, če je prav ali ni, ampak pač vsi smo igrali na svoj način, jaz sem igral na ta način, tako da sebičen nisem bil, no. Kot otrok pa ne bom, verjetno si bil pa cele dneve na igrišču, ne? Ja, to je pa res. In to pogrešam zdaj, če gledam, pa ne pogrešam, včasih je bilo tako tista rokometna igrišča pred osnovnim šolam, ne da so bila polna, nisi mogel gor priti, ne, nisi smel zgubiti, ker si šel dol, ne. Kralj je vedno tisti, ko je najboljša igra, ne. Ja, pred bloki, pred šolo, v odmori, to je bilo skozi žoganje. In tam se naučiš tistih vseh malih prevaric, kakšnih super fint, karkoli. In to malo pogrešam zdaj, dobro, vsi so drugačni časi, ampak ta ulični fuzbal otrok mogoče malo pogrešam. Ker zdaj danes vse trening to. Mi smo, ne vem, mama je bila profesorica, sem moral naloge narediti, da je bilo vse v redu, da me je spustila ven. Okej, ampak to je bil fuzbal, smo se tudi skrivali, smo košarko igrali, pod drevesi klezali, karkoli, ampak vse je bila tista ena pristna ulica, ki ti je pa dala in tehniko, in karakter, in veliko ti je dala, in šele to je bil neka platforma, da si šel na organiziran trening. Zdaj pa se mi zdi, da otroci hodijo na organiziran trening, pa so bili prej doma, ne. Ja.
Problemov tu, ko se mi tudi pogovarjamo med sabo, je zelo veliko. Ne? Otroci so ves čas pod nekim nadzorom, nič se ne dogovarjajo več sami, ne? Ker včasih tudi vemo, ne? Kdo je postavil pravila igre, je tisti, ki je imel žogo. To je tudi res, ja. Tisti je bilo prva zadeva. Bravo, tisti, ki je imel žogo, ti si bil po domače rečeno car, ne. Pa tudi, če ga nisi maral, si moral biti dober z njim. Pa je bil najslabši, ampak ja, kje si, ne vem, Janez, Joško, ti si pa rek, koliko si dober. Samo, da smo žogo dobili. Tam, da smo lahko igrali, ja. Ampak to je en del zgodbe, ne? Drugi del zgodbe je pa tudi to, da si se sam naučil neke konflikte reševati in vse ostalo, kar danes nikjer otroci ne vadijo tega. Ne? Se pravi, in je težko potem dobiti tudi enega liderja ven, ker so ves čas vodeni. Ne? Tako da je kar zanimivo. No? Ampak zdaj, ko govorimo o teh, se pravi, o odraščanju, o teh primerjavah, ko si zdaj rekel, ne, vseeno biti profesionalec, smo že malo ugotavljala v Sloveniji, pa v tujini je razlika. Ne? Ampak kako si pa ti rečemo, ker tudi doživljal potem te spremembe v načinu samega treniranja. Ker tu v tem obdobju se je tudi začelo zelo veliko stvari spreminjati v načinu igranja v fazi branjenja, v načinu igranja v fazi napada. Prej smo imeli tako nek sistem, ta 3-5-2 z liberom, ki je bil zelo trd, klasičen. V tem obdobju, ko si ti igral, se je potem že tudi, Italijani so že igrali 4 v liniji počas. Kako si ti doživljal pol tudi v tujini ta spremembe načina treniranja, pa pol prehajati nazaj v Slovenijo, pa se pogovarjati, kaj mi počnemo, pa kaj se dogaja v zuniji. Ja, res je. Veš kaj, jaz mislim, da je to povezano tudi z neko tradicijo, ker to so le klubi ali pa lige, kjer sem bil. Jaz sem bil 3 leta sem bil v Belgiji, 4,5 leta se mi zdi v Švici, pa 2 leti v Avstriji, vse prve lige. Rečemo, lahko primerjamo sorodno z našim po nekaterih zadevah. Niso to zdaj lige, ne vem, Italija ali pa Italija je bila vedno takrat, sploh v tistih časih je bila taktično najmočnejša, tudi najmočnejša liga. Ampak, ja, res je, veš kaj, impresioniralo me je že to, ker na vsakem treningu so bili prisotni, tako kot sem prej rekel, že stav je bil veliko močnejši, številčno močnejši. V slovenski ligi se je dostikrat zgodilo, da sta bila trener pa pomočnik. Tam jih je bilo pa 6-7 v drugačnih trenerkah kot nas in je že to privedlo do nekih, to, da se zamisliš, da si resen, da karkoli. Kar se tiče sistemov pa tega, ja, so se v teh 20-25 letih spreminjali, ampak to pa je bilo na višji ravni. To pa je bilo na višji ravni. Mogoče ni bilo to zdaj toliko v tehnološkem smislu, ampak priprava na nasprotnika je bila že takrat nekaj, kar mogoče v Sloveniji v tistem času, pa mogoče tudi v Hajduku, ni bilo posvečeno toliko pozornosti, no, tako bom rekel. Tam je pa bilo. In to je, jaz sem prihajal iz ene Slovenije, ki mogoče ni bila na najvišjem nivoju glede tega in je bilo to zame fascinantno, da smo se usedli, pa da smo gledali video, takrat je bil že video, rečimo tehnološko čudo, da si pogledal nekatere zadeve, da so ti začeli risati, pa tako naprej. To je še bil VHS, ne? To je še bil VHS kasete. Ja, takrat so bile še kasete, da si jo noter dal. To moram pa sliko zraven, da bojo tam mladi vedeli, kako to izgleda. Res je, in potem prvo leto, tisto, ko sem bil, jaz sem imel srečo, res prvo leto sem imel pa res srečo, sem zabil 19 golov, sem bil 3. strelec lige belgijske in vse to, določene zadeve, veš, danes bi bilo to vse, ne vem, na netu ali pa sediti čez 5 sekund ali pa ne vem, čez 2 ure imaš vse okoli. Takrat so pa to presnemavali na VHS in potem sem jaz VHS kaseto prinesel pa so ali pa kakšnim fantom domov poslal, prijateljem, da so to gledali, videorekorder in tako naprej. Zanimive zadeve, ampak ja, tukaj jaz mislim, da je še vedno tehnološko, ali je to Zahodna Evropa, ali svet je v nekaterih zadevah pred nami, ni pa pred nami sigurno ne v znanju. To pa moram reči, ker konec koncev Slovenija ali pa ta balkanski prostor imamo po mojem mnenju tako talent za igrati nogomet, kot ga imamo za voditi, biti trenerjev, se je ogromno velikih trenerjev izhaja iz teh prostorov, tako da tukaj, če polaskam malo naši stroki, konec koncev imel sem 4-5 selektorjev v slovenski reprezentanci, so bili te selektorji
te trenerji sigurno na nivoju Zahodne Evrope. Zato so pa tudi bili uspehi. Ne? Ja, sej, meni je vseeno zanimivo, ko se takole pogovarjam z vami, ne? Vsi rečete, sej na koncu mi začeli smo igrati v Sloveniji. In ta baza, ta temelj smo dobili v tem našem prostoru in se potem razvijali in potem pač nadgrajevali. Je pa dejstvo, ne, da imamo mi veliko znanja, pa vsi pogrešamo pol ta drug del, ne, se pravi, a je to infrastruktura v smislu igrišč, telovadnic, ne vem, ostale opreme, ki jo potrebujemo, ali pa ta človeška, ko praviš, ne, razlika je, imaš ti 12 ljudi na razpolago kot glavni trener, ali pa je samo glavni trener, pa pomočnik, pa še trenerja za vratarja, rečemo, nimaš, ne. Pa se že tu potem malo loviš, pa ubijaš, ne. Res je, se strinjam, to je dejstvo, ampak talent sam se pa ne izrodi iz tehnike, iz države, v kateri si se rodil, ampak je to en DNK oziroma neki, ne vem, če primerjamo, en Messi je iz geta, pač Argentin se je pojavil in je najboljši na svetu. Konec koncev vse tehnološke zadeve in stati, vse skupaj pada v vodo pri njemu ali pa pri nekaterih fantih. Ne. In denar pa tja, rekel, ta support tehnološki v trenerjih, v množičnosti, v nivojih dela, v infrastrukturi prinese nekatere zadeve, definitivno, ampak mislim, da še vedno ne more prekositi talenta, sploh če je talent suportiran vsaj z, rečemo, minimalno bazo stroke in vseh ostalih zadev, kot so. Denar igra, na žalost je to tako, denar igra ključno vlogo, ampak mi smo zlata generacija in bomo verjetno večno ostali kot zlata generacija, pa nismo nobeno zlato usvojili. Imeli smo pa srečo, jaz osebno, da sem bil zraven, da smo bili skupaj, da smo bili ekipa, da smo imeli nekaj talenta, nekaj znanja sigurno, predvsem smo bili pa ekipa, predvsem smo bili pa tisti, kar sploh ne moreš, po mojem, pokazati na nekem instatu, ker je to nekaj več, ker se to enostavno zgodi in pride tekma, ne vem, igraš v Ukrajini po snegu, ko se je pravljica začela, igraš proti Ukrajincom, ki jih je, ne vem, 50-60 milijonov, nas je 2 milijona 70 tisoč ljudi, Ševčenko več vreden kot mi vsi skupaj, pa še pol države in greš naprej. Se pravi, tukaj vse logike padajo. Ja, ampak to sem te tudi hotel vprašati, ne. Če ti primerjaš povezanost ekip, v katerih si ti deloval, ali lahko katerokoli ekipo, kjer si ti deloval, se pravi, zdaj tudi lahko kot funkcionar ali pa kot, ne vem, nek opazovalec, pa da poznaš insiderske stvari. Ker jaz, ko sem vas gledal v tem obdobju, se mi je zdelo, da pač vi zelo dobro veste, kdo je kje in da se to na eni strani spoštuje, ampak na drugi strani je pa suport, da bi vsak dal, ne vem, ledvico pa nogo za to, da bi ekipa uspela. Ne? Prav, na koncu zdaj si rekel, z ledvico ali pa nogo si zadev v to, ker dobesedno, jaz sem igral 10 let v tujini, tudi približno kemija, pa tisto, kar je v zraku, recimo to, ne vem, kaj je to, atmosfera, pripadnost, lojalnost, to, da daš nogo, glavo, ker nihče drug ne bo dal nogo, tudi približno ni bilo na tem nivoju v nobenem klubu, pa smo bili, ki smo bili zoni dobro plačani. Zelo dobro plačani, za one razmere. Smo bili, rečemo, to profesionalci in to je to. Ampak ves ta denar, vse te zadeve padajo v vodo, ko se zgodi tisto nekaj, kar ne moremo opredeliti. In to je to. Ja, vsak bi dal ledvico in vprašanje bi dal Bevernu v Lozani, v Young Boysu ali pa v Lincu ali pa v Chelseaju vsak ledvico. Jaz mislim, da ne. Vprašanje je pa, ko grejo te fantje, predvsem v mogoče malo revnejše sredine, ker niso dosegali še nič in mislim, da je nas povezovali takrat, najbolj nas je povezali to, da smo hoteli sebi in drugim, vsem dokazati, da smo lahko na velikem tekmovanju, v kar ni nihče verjel, pa če smo iskreni tudi mi ne. Pa reč mi, glede na to, da karakter je verjetno sam karakter, ne?
ekipe je bil zelo enoten. Ampak karakter vsakega posameznika ste pa zelo različni bili noter. Ne? In verjetno je to, da je z vsem spoštovanjem do vseh selektorjev, ki sem jih imel, Denko Verdenik, Branko Prašnikar, bil je Brane Oblak, ni bil, to so bili res imena, ki so bila, Brane Oblak ni bil selektor, je bil pomočnik pri Verdeniku, ko sem bil jaz. To so vse in znalci in strokovno fanti, ki so na najvišjem nivoju in so obvladali ta fuzbol. Absolutno. Se ne bo, ker jaz sem s temi fanti, oziroma s temi gospodi še vedno v super odnosih, tako z Denkotom, kot z Prašnikarjem, z Oblakom, vse super. Ampak dejstvo je pa nekaj, da smo imeli pa in mi in Srečko Katanec verjetno srečo, da smo se srečali v enem obdobju, ko je bil Srečko še, ne bom rekel zelen, ampak je bil ni sprejemal nobenih kompromisov, kar je bilo v tistem momentu plus, pa ne zdaj, da nočem povedati, da zdaj sprejema kompromise, ampak da je bil tukaj fantov, ne vem, mislim, da se nas je bilo 5-6 v tujini, 7-8 so bili še doma in se nekako po vseh teh letih igranja z reprezentanco, 5-6 let, smo bili, ne vem, so bila jaz pa Zako ali pa Pavlino ali pa Johnny, smo bili 10-krat, ne vem, v kakšnih situacijah, ki te res povežejo, ali si spil preveč pero, ali so te dam odpeljali, ali je bilo, ne vem, nekaj lepega, ali rojstni dnevi, ali smo čakali na letališču 12 ur, pa so eni kartali, eni smo pa bluzili. Hočem to povedati, da nas je v pravem momentu zbral, ko smo na nek način dozoreli, vedeli smo, kaj imamo med sabo in je pa naredil tisto zadevo naprej, ki nas je pa gnala naprej. Nas je mogoče taktično ali pa ne, mogoče niti ne toliko taktično. Vsak mu je znal najti mesto v ekipi, zato je tukaj svetovni prvak, pa postavil nas je mogoče 10 metrov naprej, kar se ni nihče upal. Ja. Pa še nekaj, vsak je vedel, da bo težko izpadel iz reprezentance. Jaz sem nekaj fantov nas je še igrali, teh malo starejših. Dare Milanič, jaz, to je bil Ali Čeh, Johnny Novak, Simke, Zako. Mi smo še igrali Srečko tam. Tista je bila kar, tako bom rekel, zgodovinska tekma z Italijo 1-1, ko se je Srečko poslavljal v svetovnimi podprvaki v Mariboru. In mi smo imeli eno povezavo z njim, tako da nas je poznal. Poznal je, on je vedel za vsakega, ali pa za nas te malo starejše, ja, prišel si dama, a si bil sam, če so se videla v Tivoliju. Jaz sem šel, pa sem spil, pač, ko sem domov prišel, kakšno pivo ali pa dva in sem šel potem malo ven, ker je normalno, da se to zgodi, ko priješ domov, ali pa Jack Holo, se nima veze. In so se srečali v savni, se ne more skrivati. Ampak, hočem to povedati, ko se je delalo na polno. In ko se je pa hecalo, se je pa tudi hecalo na polno in hotel sem to povedati, dobil nas je v pravem trenutku, ko smo dozoreli, vsak je spoštoval tisto, kar dela, vsak je bil mozaik, v tej ekipi del mozaika in zdaj po procentih govoriti, kaj je kdo dal, je brez veze, ker to je ekipen šport. Ampak jaz sem vedno rekel vsakmu in bom vedno ponavljal, Srečko Katanec je bil ključna zadeva za te zadeve, ki so se zgodile, daleč najboljši. In bom rekel, njegov vodja, ali pa, če je bil Srečko primarij, je bil Zlatko glavni kirurg, mi smo bili pa med pomožnimi kirurgi, pa med medicinskimi sestrami. Ampak tako, tista njegova Srečkotova strast na eni strani, ne, pa zaupanje se mi zdi na drugi strani, da boste vi vse naredili zaradi tega, ker si vi želite. Ne. In to je meni tudi po moje neka zelo zanimiva ali pa težek moment, kdaj trener lahko spusti igralce in jim zaupa. No? In se mi zdi, da tu je vedno potem lomljenje in borba. Je pa eno dejstvo, ne, da to smo se tudi zdaj v prejšnji oddaji z Nerminom Bašičem pogovarjala, ne, kako je zanimivo, ko trener že 3-4 tedne prej ve, da se bo nekaj ali pozitivnega ali pa negativnega zgodilo, ne, ko ti ne vem, novinari še v istem momentu, ko te grajajo, ti že veš, da se dviguješ, pa veš, da bo v redu, ne, v naslednjem te ful hvalijo, a ti veš, da čez 14 dni bo porazno, ne, mislim, tako na tak način, ne. Res je, pa predsedniki, pa vsi v klubu ali pa v reprezentanci govorijo, kako da ni tema trener, pa vsi vemo, da je tema trener.
Ja, v teh zadevah. Ampak to je pač del fuzbala, to je nogomet. Sej v ekipnih športih mislim, da so dosti podobne zadeve, čeprav nogomet je res posebna stvar in tako sem jaz doživel. No. Je kar specifika. Ja. Ej, tu bi še sam glede tega, po bi vam midva zamenjala, mogoče temo bi te vprašal. Okay. Brnik. Kako je priti na Brnik, ko se ne moreš odpeljati z Brnika? Ker to se že nekaj časa ni zgodilo, pa imam tak občutek res, da smo Slovenci ekstra zahtevni navijači. To, ko se v teh naših krogih, ne vem, naši izgubijo neko tekmo, vse je nogometa, je košarka, ali je vaterpolo, ali hokej, so vsi najslabši, ne? Če nismo prvaki ali pa če nismo na velikem tekmovanju, je vse brez veze, ne znamo rečemo biti realni, ampak vseeno biti na Brniku, ko je toliko ljudi, kak je feeling? Zdaj vprašanje, ko je slabo ali ko je dobro? Ko je dobro. Dobro. Lej, v življenju imaš nekaj stvari v privat življenju, ker ti delajo verjetno trenutke najlepše in se tega spomniš in ne vem, ko pač so to top zadeve v tvojem življenju. Zdaj, jaz, če se spomnim na kakšne zadeve, je najbolj, da takole, da roko pokažem, pa je dolg časa od tega. Samo, če se spomnim, ne vem, pa smo kar parkrat smo se pripeljali z avionom na Brnik, pa so bile res, to so, mislim, veš, če me pointe, nepozabno je tako. Takrat na nek način, če imaš po moje malo v glavi, pa da se zavedaš, zakaj se gre v življenju in v športu nasploh, najdeš en notranji mir. Jaz sem ga takrat najdel. To je bilo, pa mogoče ne prvič, ko smo prišli iz Ukrajine domov, ne vem, so razbili cel, mislim, udarali so dol na stezo, sploh ne vem, ker ni bilo varnostnikov, ni bilo, to je bil še ta star Brnik, ampak mi še sami nismo verjeli, ko smo po tisti pravljici v Kijevu, itak smo iz aviona je tekel dol in alko in energija in vse je bilo na najvišji možni ravni, ampak zanimivo, ne, pilot nam reče, ne vem, ja, na Brniku se zbirajo, Slovenija nori, euforija je, evo, se mi še zdaj malo glas trese, če sem iskren, ampak smo mislili, ja, kakšna euforija, tam bo, ne vem, 100 navijačev, 3 mame, 2 prijatelja in to je to. Pa je pa finta, ker ko je pa avion je pa takrat zakrožil, ne, oziroma tema je bila, ne vem, 1:30 zjutraj, sneg je bil, to se spomnim, ker je bil sneg, je bilo pol metra snega in pogledaš z aviona dol in vidiš vse, v bistvu vse ceste, vse polno. Vse ceste proti Brniku so polne, 1:30 zjutraj, ne vem, v sredo zvečer, ampak dodatno je pa pol še, ko vidiš registracije iz Murske Sobote, Kopra, evo, iz vašega konca, mogoče, jaz ne vem, Ravne. Se je vozilo, z cele Slovenije. Takrat, mislim, lej, denar igra eno vlogo v življenju, ne? To je dejstvo. Moraš si ga zaslužiti, prav je, živimo po enih normativih, kar je tudi prav. Ampak, če se ti pa 2-3 take stvari v življenju zgodijo, kar jaz moram reči, da imam privilegij, da so se mi zgodile, hvala Bogu, srečo in ne vem kaj, si pa v tistem trenutku, ne vem, se ti pa vse otroške sanje, želje, ne da potrdijo, na potenco ti grejo, na tisoče in po takih zadevah si mogoče celo, če sem realen, boljši človek, ker si se nekje v globini svoje duše umiril. Če razumeš, kaj hočem povedati. Ja. Začutiš ti pol to moč, rečemo, pa pol to tudi neko odgovornost do vsega, kar si uspel narediti? Jaz sem igral 42 tekem za reprezentanco, nisem jih imel, verjetno bi še kakšen let, pa sem imela eno neprijetno epizodo z Denkom Verdenikom, za kar moram povedati pošteno, da sem bil jaz kriv, pač nisem se hotel usesti na klop. Mladost, ludost, rečemo temu, ampak vse ni poanta o tem, bil bi, ne vem, 60-70 tekem, kot ta večina moje generacije, ampak 42 tekem sem odigral z reprezentanco, mislim, da sem bil zelo malo na klopi, 1 ali pa 2, v glavnem sem jih štartal, govorim zaradi Zdravljice, zaradi himne. In pri vsaki tej zadevi je bilo to nepojmljivo. Seveda je pol plus
nepojemljivo je tudi to, da si mogoče, ne vem, v Mariboru ali po Kopru, ko so bili še začetki, ali pa na Plečniku, starem Plečnikovem stadionu, ko je bilo mogoče 1500-2000 ljudi. Druga zadeva je, ko si na Saint-Denis'u, ko je 80 000 ljudi, pa igraš pod svetovnim prvakom. Ampak, ali pa ne vem, v Amsterdam Areni proti Jugi iz Rolica 50 000, pa 12 000 naših, ne. Ampak vsaka ta tekma, vsaka z Rolica je bila pa, oziroma himna ti pa, ja, če si človek, če imaš kri, če si normalen, še robot bi moral po moje drugače delovati. To je poanta. Ampak je zanimivo, ne, da po moje si noben ne zna predstavljati, kaj pomeni Rolica na igrišču ali pa na tribuni. Koliko je to velika razlika? Pa mislim, da je, ampak jaz sem imel, še enkrat ponavljam, in srečen privilegij, da sem bil tam 42krat. Pa, če sem čisto iskren, obdobja so se razlikovala, ne. Ni biti isto, ne vem, koliko sem rekel prej. Mislim, da najlepši trenutek, vsaj jaz gledam tako, pa verjetno moja generacija, vsi, neverjetno, vem, da tako gledajo, ker smo še vedno prijatelji, kolegi, se dobimo mnogokrat, ampak prej, ko slej zanese pogovor o te vode, da naprimer tekma ne proti Jugoslaviji, tekma proti Španiji v Amsterdam Areni, 50 000 ljudi, Špancev je ne vem koliko, 50 milijonov, pa je bilo Špancev je 4-5 000. Nas je pa 2 milijona, jih je bilo pa 10-12 000 gor od zadnje. In imam spet tole gor. Privilegij ali pa srečo moraš imeti, ali pa ne vem, kaj bi dal v življenju, če se mi to ne bi zgodilo, da bi bil tam. V unih prvih 11 pride ven in greš gor, pogledaš tisto rajo, to je tista velika tribuna, je bila cela slovenska, še v ne velike zastave. Veš, da je v Sloveniji, to ti javljajo, da je vse pred televizorji in tista minuta ali pa dve je pa, ne vem, to so pa izvenzemeljski občutki. Če sploh ne veš pol na tekmo, da si utrujen. Še to, da povem, pred takim tekmam, ne, naprimer proti tisto Španijo ali pa Jugoslavijo v Šarloju, ne, ali pa konec koncev tudi prijateljsko, Saint-Denis, 80 000 ljudi, Zidane pa kompanja, pa smo vodili 2-0, veš, to so posebni občutki. In takrat se enostavno se ti dogaja nekaj, da v bistvu se sploh ne ogrevaš. Mi smo se pred tem tekmom, ali če je eden od največjih profesionalcev, moj prijatelj, ki sva bila 10 let skupaj v reprezentanci, je bil vedno, zdaj pa Peter Bošnjakov, raztezanje to. Takrat on mene gleda, drži se za štango, pa mi reče, lej, a ti vidiš tole? Sem rekel, ja kaj, jaz sem ogrevala? Ma jaz sem ogret, mi rekel. Ok, dej mi, da sem prvi pol čas odigrala, jaz bi šel zdaj, da, mislim, itak se lahko o teh stvareh za nazaj, pa za naprej pogovarjamo neskončno časa. Samo še 20 sekund mi daj, ker si v občutki sprašal. Imel sem pa še eno srečo, pa nočem da hvala, zgleda hvalisanje, ampak govorimo o občutku. Igrali smo proti, to je pa med tekmo, to pa moram reči, da je bilo med tekmo. Tista tekma en mesec pred evropskim prvenstvom, mi smo se uvrstili normalno, Zidane, Barthez, Blanc, pa te fanti so si nas naštelali, po domače rečeno, da eno Slovenijo dajo 5 komadov preden se gre na evropski. Bili so pa svetovni prvaki prej, ne? In evropski mesec dni kasneje. In mi gremo, in pač z Rolico, vse 80 000 ljudi, se pravi 79 900 Francozov, pa 100 naših iz čarterja, ne, kakšne pamet to. In tukaj pa hočem povedati, da je bil pa ta občutek, je bil pa najmočnejši v mojem življenju. Zakaj? Ker imel sem srečo, Želje Milinović me je pri 1-0 mi je zadel v glavo na 5 metrov, pač mi je ratal dati gol z glavo in ti se v tistem grotlu Saint-Denisa se sploh ne slišaš med sabo. Tudi če se bereš na 5 metrov, se ne boš slišal, ker je ta akustika tako močna, navijači, enostavno sem. No, v tistih, ko gre pa žoga v gol, se pa zgodi, da so pač razočarani, šok za njih in je tako, kot da bi na Saint-Denisu 80 000 ljudi ugasnilo. V trenutku ni zvoka in takrat se mogoče 5 do 10 sekund slišiš med sabo, tulaš, ampak a veš, je tak čuden, malo scary, seveda blažen feeling, ne. Tih, v stadionu je tako tih, da bi se slišali, če bi se en zadrl. Mi se deremo 5-10 sekund
potem te pa spet preplavi ona zadeva. Tako da to je bil mogoče še en tak, ne vem, za intermeco, kar se občutkov tiče. Ja, pa na drugo temo. Da te ljudje tudi malo bolj razumejo. Ne? Se mi zdi, da Ja. se to zelo težko nekdo predstavlja vse to, kar si dal na koncu čez. No? Ampak vseeno, zdaj, če midva gledamo, danes si ti kot športni direktor v Novem mestu, 5 let se fejst borite, skozi ste nekje bliz. Malo sem želel, zdaj mogoče se nasmejal, Ne. ampak ni bilo tako mišljeno, da ne boš mislil. Malo ste imeli smolo tudi v času korone, po moje, ampak ok. Zaenkrat vam gre dobro v tej sezoni. Verjetno bo Kidričevo tisti, ki vam bo glavni konkurent, vsaj zaenkrat ta kaže, čeprav Nafta ne igra tako slabo, tudi neko, kar sem jaz gledal. Vsem si obveščen v 0. Ok. Moram te vprašati, zakaj si ti nisi odločil iti v trenerske vode? Dobro vprašanje. Vidiš, to so me pa vprašali redki ljudje, mogoče 3. Zakaj? Pošteno, zato ker mislim, da tega ne da ne bi bil sposoben, ampak po vseh teh, ne vem, 15-17 let sem bil profi, na nižjem nivoju, pa na top nivoju, reprezentance, vse. In nekako sem gledaš vse, jaz sem malo tudi mogoče gledal ne samo nogometne zadeve, tudi druge zadeve sem gledal. Ne vem, si v Parizu, pet malo okoli, poglej malo zgodovino, pet na Champs-Élysées, pet malo, ne vem, na Arc de Triomphe, malo poglej zadeve. Kjerkoli sem bil, sem hotel še malo zgodovine, geografije poznati. In to se je mogoče malo potem s časom v karieri so se zgodile nekatere stvari v meni, da ko sem prišel v Slovenijo nazaj, jaz sem v Slovenijo najrajši na svetu, delež, Ljubljano tudi zelo rad grem in bi se vedno vrnil, pa sem imel veliko možnosti, da bi ostal v tujini. Ampak odločitev, zakaj ne trener, je bila, ne vem, nekje izhajala z vseh teh let igranja, ker moramo se zavedati, v Sloveniji še vedno ni in verjetno tudi nikoli ne bo nivo tega, kjer sem bil jaz, ko sem treniral, ko sem igral zunaj. Pa nič slabega ne mislim, daleč od tega. Ampak mogoče sem se videl bolj v neki drugi vlogi, kot pa preživeti spet vsak dan 2, 4 ure, 5 na stadionu, direktno na igrišču z 20 fanti, kjer moraš biti, da se razumemo, jaz trenerje spoštujem izredno. Zakaj? Zato, ker so pogumni, ker ti moraš 20 različnih karakterjev, instat, pomočniki. To je res trenersko delo izredno nezahvalno, izredno težko. Vse to ti najbolj veš, ampak nekje sem se bolj videl v tem, da sem še na nek način povezan z nogometom, ampak ne direktno v slačilnici vsak dan. Sem tudi v slačilnici, sem na veliko treningih, veliko pogledam. Kar se povprečnega športnega direktorja tiče, sem mogoče celo preveč, ampak to me toliko vleče, ker sem pač igral nogomet in me zanimajo vse stvari. Tudi vizija trenerjev, kaj delajo, kaj hočejo. Ampak v meni je bila vedno ta neka odločitev in še vedno je taka, da slačilnica pa spet ista zadeva, mogoče na potenco, mi pa ne bi preveč pasala. Čistko. Taka, tudi probal nisem, tudi poskušal nisem, nimam nobene licence, ker poznam fante, ki so se od začetka odločili za podobno pot kot jaz, ko so bili top igralci. Poznam fante, ki so takoj šli, že med kariero, so se videli v trenerskem poslu in so izredno uspešni. Jaz mislim, da mora ta stvar dozoreti v tebi, da ali ne, pa malo moraš verjetno tudi psihološko samega sebe oceniti, razčistiti, kje si pravi, kje nisi pravi in potem pač živeti s to odločitvijo. Pa da te malo potisne tudi, veš, v te stvari, no, ti reče, ti bi bil prav, ne? Možno, okay. Ampak zdaj, rečemo, vsem, ti si en tistih, ki te ljudje poslušajo, kakorkoli obrnemo zadevo, tvoje mnenje nekaj šteje, sploh glede na vse, kar si dal čez.
kako bi ti, rečemo, danes pogledal, kakšna je situacija v slovenskem nogometu? Konkretno, se pravi, če lahko oceniš od 1 do 10, ali pa rečeš samo slabo ali pa dober. Jaz me pa, dal si mi 2 oziroma vprašanje, ki bo moral biti malo diplomatski, pa trenutno še ne vem, kako bom. Moram malo razmisliti. Mi ne rabimo zdaj diskutirati, ne vem, kdo je kriv za to, pa tako naprej, ampak ne vem, samo na kak način ti doživljaš, mogoče tudi svojega obdobja, ko si bil kot igralec, ne, kaj imajo danes igralci na razpolago v primerjavi s tabo, ne? Se strinjam, jaz sem bil vedno iskren, nisem bil nikoli žaljiv, tudi če je bilo kaj slabega zapovedati, ampak bom tudi točno tako povedal, kot mislim. Slovenski nogomet je v določenih momentih je šel rapidno navzgor, ker jaz mislim, tako kot so se prej pogovarjali, stroko, trenerje, fante, talent, to imamo. Dejstvo je, da je infrastruktura in da so določene stvari tehnične, denarne, pešale čez vsa ta leta, ampak ključna zadeva se mi je zdela, da se je naša generacija, pa še ta generacija za nami, pa še kakšna se bo sigurno pojavila, se vedno pojavil kot en splet okoliščin, ki se morajo določeni dejavniki poklopiti. To je moje mnenje. Dejstvo je, da zaradi, pa smo spet pri financah, v bolj razvitih nogometnih državah fantje pri 15, 14, 16, 17 ne hodijo ven za štipendijo, ampak ostanejo doma in se probajo razviti, tako kot je po mojem mnenju prav. Pustimo ekstremne talente, ne vem, tako kot je zdaj mogoče kakšen Šeško ali pa kaj takega, ampak je tudi finančna situacija popolnoma drugačna. In mi smo imeli takrat Jugo, ki je to v bistvu celo staro Jugoslavijo, ki je to celo prepovedvala. Če se spomniš, v Jugoslaviji je bilo do 28. leta pač ni bil možen prestop, pa so bile svetske zvezde. Ne? Ni tu in je bilo do 28. Ne? Tako, ni bilo, ne. In zdaj, tukaj mislim, da smo nekje, pridemo do nekega obdobja, ko gre dobro, pa se dogajajo dobre stvari, smo naredili velike uspehe, še vedno, če gledaš. Je pa res, da v zadnjem času, rečemo 2-3 leta, ali pa 3-4 leta, se mi pa zdi, da slovenska in nogometna liga in reprezentanca, da je v eni stagnaciji, to konec koncev kažejo tudi rezultati, treba je biti iskren. Zdaj pa, zakaj? To je ključno vprašanje. To, kar sem prej povedal, itak se mi zdi, da se vsi zavedamo. Ampak zakaj? Tukaj bi pa morala biti ena resna analiza in od strokovnjakov, predvsem od strokovnjakov. Se mi pa zdi, da je problem tudi tujcev, ki je, govorim za slovensko ligo, pa konec koncev tudi za reprezentanco, ker ti fanti vsi izhajajo tudi iz slovenske lige. Jaz sem vedno za tujca, ampak odličnega tujca. Jaz imam v nogometnem klubu Krka, pa smo druga liga, imam vedno eno zlato pravilo. Če bo fant iz Ljubljane, pa jaz sem iz Ljubljane, ali iz Zagreba, ali iz Ravne Koroškem, ali iz, ne vem, Bela krajina je že Dolenjska, rečemo, oziroma blizu, imam zlato pravilo in tega delimo vsi v klubu, da če je fant 10-15% boljši od našega najboljšega domačega, govorimo o Novem mestu, pa tudi 20-30 km okoli, normalno, potem ga ne bomo vzeli. Če je pa 30-40% boljši, pa ga rabimo, potem ga bomo povzeli. In prav je, da se to zavedajo in domači igralci in tujci pod narekovajih. Sploh nismo še prišli do tujcev, ki je iz Nigerije, iz Bosne, iz kjerkoli. Govorim o lokalnih skupnostih v Sloveniji. Ne? In tukaj mislim, da je bila mogoče, ne napaka, ampak vedno je vse povezano tudi z denarjem. Ne? In po mojem mnenju v tem trenutku v slovenski ligi igra preveč povprečnih tujcev. Pa misliš, da je problem generalno ta, da rečemo, če gledamo enega Slovenca, slovenskega igralca, ne? Verjetno pač, če hoče biti profesionalen, se pričakuje, da bo zaslužil vsaj 1200-1500 evrov neto. Zdaj, če pa se mi pogovarjamo o isti kvaliteti nekega Nigerica, ko smo prej omenila, ne? Ga boš dobil pa tudi za 500 evrov. Misliš, da je tu nek problem? Se sva rekla, finančni problem definitivno obstaja. Ne? Samo v neki točki se bo treba odločiti, a je se verjetno do tega še prišla. A je zdaj liga
10, ali Liga 12, ali je vsak trener, ti si trener in dejstvo je, da si v naši prvi ligi, pa tudi v drugi ligi, bodimo realni, ki je napol profesionalna ali pa imaš tudi profije, ne, vsaj te, ki so v vrhu, boš izgubil 3 tekme. Kaj se bo zgodilo? Zgodilo se bo, jaz sem prepričan, da na Dunaju, v Belgiji, v Londonu ali pa v Parizu boš izgubil 3 tekme. Samo bo inštitucija, ljudje, ki stojijo za tabo, ki imajo neko vizijo, ki imajo v končni fazi v rokah tvojo kariero, se bojo verjetno odločili na tem, a si ti 3 tekme izgubil zaradi tega, ker je bila ekipa slabo vodena, ali pač to splet okoliš in pa ti treba dati tisti viziji, za katero si se odločil že pred mesecem, 2, 3, ko so te angažirali, pustiti naprej in tako. In tukaj mislim, da je ta meč nad glavo, ta giljotina nad glavo stroki, nažalost v teh naših razmerah, ko si rekel, ko fanti igrajo za 500 € ali pa 1000, imejmo tudi spoštovanje do delavk v Mercatorju, do gospodarstva ali pa kjerkoli, upravnih enot, karkoli. Ampak tukaj mislim, da je ključen problem. Marsikdo od trenerjev, marsikdo od stroke mogoče je genij nogometni, govorim trenerski genij, pa se bo zaradi spleta okoliščin oziroma okoliščin, v katerih dela, si ne bo upal ali pa ne bo mogel svojo neko idejo, svoj talent nadgraditi oziroma ga udejaniti v razmerah, v katerih dela. To se mi zdi, lahko nekje drugje več denarja zasluži in si zagotovi boljšo neko lagodno življenje, ali kaj? Ne, predvsem to sigurno, ampak a bo šel še 4. tekmo ali pa 5. tekmo pod isto vizijo, z isto idejo, enostavno po domače rečeno, a bo gonil svojo zadevo naprej, ker verjame v to, ali se bo zaradi tega, ker bo mogoče odpuščen po 3. porazu, spremenil tisto bit, ki jo ima v sebi, tisto, kar verjame, in se bo obnašal veliko bolj diplomatsko oziroma priročno, da bo, na pamet govorim, šel iz enega sistema, v katerega verjame, v drugega, ta bo bolj obramben in bo naslednje tekme, ne vem, 2 remiziral, potem še 1 zmagal in bo vse ok. Samo kje je pa tisti talent? Oziroma, kje je pa tista zadeva? To ni odvisno samo od trenerja, to je odvisno od sistema, od denarja, od vsega skupaj. Mogoče sva malo zašla ali pa filozofijo. Ne, sej. Jaz mislim, da ampak zdaj, če se pogovarjamo, da zdaj tam kar tako malo za jezik naprej povleko, ne? Ampak če se mi zdaj pogovarjamo, ne vem, ti kot športni direktor, verjetno opazuješ, kaj trener dela na treningih, včasih tudi verjetno poslušaš, kako komunicira z celotno ekipo, ne? In na osnovi tega potem tudi opazuješ, kako funkcionira na samih tekmah. In zdaj, če je tekma slaba, ti če vidiš, da so treningi tako, kot morajo biti in vse ostalo v garderobi tako, kot morajo biti, verjetno ne potrebuješ takoj narediti revolucije, pa zaradi tega, ker se je 2 tekme izgubila ali pa remizirali zamenja trenerja. Ne? Kar se pa pri nas dogaja, ker nekdo ne pozna, kaj se dogaja na treningih. Res je, jaz sem samo športni direktor, obstajajo ljudje, ki so nad mano, obstajajo, ne vem, obstaja mnenje javnosti, ki veš, to so se prej pogovarjala, ki je včasih minorno, včasih pa prevlada. Obstajajo ljudje, ki vlečejo nekatere niti ali pa vezi v zaledju. In ja, jaz hočem, po mojem mnenju, morata biti športni direktor pa trener, morata imeti skupno točko v tem, da se strinjata, kakšen fuzbal se bo igral, to je predvsem to, in da se dajmo karikiral, v 10 zadevah okoli sistema, igralcev, kdo je dober, kdo ni dober, koga pripeljati, da se strinjata v recimo 8 stvareh. Ker če se v 3 strinjata, pol je brez veze, da sta skupaj. Če se po vseh 10 strinjata, pol pa spet nekaj ni v redu, ker nekdo ne upravlja svojega dela, ampak malo se hoče, ali pa res čudo, da sta to kompatibilna. Ja. Tako nekaj izkušenj imam, da naprimer sem imel trenerja Bora Lučič, stara šola, Jugo, krasen človek, vse v redu, sistem, pač svoje videnje na fuzbol, kar je popolnoma normalno.
Zoran Zelković svoje videnje na fuzbol. Zdaj ima Marija Carevića svoje videnje na fuzbol. Ampak moram reči, da sem bil tukaj tudi isto Kapušin, pa je bil Rok Zorko, pa vsi so imeli te fante svoje videnje na nogomet. In jaz kot športni direktor se poskušam, najprej je osnova, da je prav, da uprava s športnim direktorjem na čelu izbere trenerja, kam bomo šli, v kakšen fuzbol bomo hoteli igrati in kako je. Potem zbereš trenerja, potem mu moraš pa ob strani stati. Do tistega momenta, po mojem, pa jaz sem tako, kot sem ti rekel, na velikih treningih, na velikih sestankih, ne na vseh, ker to več ni to, ampak na ključnih zadevah probam biti zraven. In dokler se dela tako, kot je treba, dokler jaz vidim, da je trener, da ima tisto potrebno kemijo z moštvom, vsi smo drugačni, ampak da ima to kemijo, pa da se na treningih udejanja tista vizija, za katero smo se zmenili in za katero smo vsi stali, ne glede na rezultate, ki grejo lahko gor in dol, potem je po mojem mnenju si trener zasluži popolno zaledje in da se ga pusti popolnoma primeru. To je vloga v končni fazi športnega direktorja. In še predvsem, da mu omogoči popolno avtonomnost. Veš, bil si verjetno, da je to slučaj, da pride, ne vem, zdaj bom kar rekel, predsednik pa reče, ja, on je pa dober, levi bek bo pa ta Jože ali pa ta Miha. Pa veš, da ne more biti tako, ne? Ampak tukaj smo pa zmenjeni v štartu že. Jaz se s trenerji, z vsemi sem se pogovarjal vedno o vsem, od ponedeljka do petka, karkoli, ampak končna odločitev je pa vedno samo trenerjeva. Zakaj? Ker končna odločitev je, zato nosijo tudi odgovornost, je tako? Tako je, ja. Tako bi morali biti, po mojem. No? Ja, zanimivo je ta sama diskusija. Ne? Jaz pač, ko izhajam iz sebe, vedno želim slišati druga mnenja. Ne? Ampak se na koncu vedno želim tudi sam odločiti. Ker širiš svoje obzore, jaz poznam kakšne trenerje, ki so odlični, ampak čim je nekaj spremenjenega, mu poruši cel sistem. In jaz mislim, da če verjameš, da ti nekdo dobro hoče, ne da ti hoče spremeniti zaradi tega, ker te bo zamenil, zaradi tega, ker pač tako misli, karkoli, ampak če so argumentirane zadeve, potem je prav, da spustiš znanje oziroma mnenje nekoga drugega, ne glede na to, a boš spremenil svojo odločitev, svojo vizijo ali ne. In tukaj mislim, da se veliko teh zadev se na človeški in osebni ravni spotaknejo, saj tako priznam primere, ker super je, da si s trenerjem osebno dober, da ga ceniš kot človeka, to je super. Kar pa ni nujno, da ima veze tudi s tem, da tudi če nisi super, če sta samo zdravo, je to mogoče del minusa. Jaz mislim v Sloveniji, da bi moral biti to velik plus, ker ni toliko profesionalno vse, niso cifre take, če smo iskreni, ampak dobro je, da so ključni ljudje v klubu povezani tudi na enem življenjskem karakternem nivoju. No, tako. Pol je lažji in po drugi strani veliko težje, ko pride do problema. Pa pol ti rečemo, tu znotraj treningov sprašuješ, ne vem, te zanimajo te ciklizacije, ko jih ima trener, zakaj nekaj dela, pa zakaj ima, ne vem, določeno število igralcev v igranju. Vidiš, zdaj si me pa vprašal točno tisto, kar sem prej pozabil povedati in dejstvo je, jaz kot športni direktor me ni sram priznati, nekaj fuzbola sem odigral, pač eno svojo zgodovino imam in vsak dan se učiš tudi kot športni direktor, tako kot se verjetno kot trener. Jaz sem se od vseh teh trenerjev, ki sem jih imel, kakšni niso bili uspešni, kakšni so bili super uspešni, karkoli, od vseh sem se nekatere stvari naučil. Dali so mi nekaj, kar nisem vedel, priznam, nisem vedel, če pridemo do tega, zakaj pa ta vaja, kaj hočeš s to vaja, to. In ker meni se je mogoče kakšna, ne vem, to je bilo zelo malo primerov, ali pa so bili primeri, ni bilo pa to redno, ampak vprašaš, se prav, da vprašaš. Če imaš potrebno zaupanje med trenerjem in športnim direktorjem, mene ni sram vprašati pomočnika trenerja, kaj si pa s tem mislil, zakaj se gre tukaj. In ko mi to razloži, ko mi argumentira, se je dostakrat zgodilo, da sem jaz rekel, opa, vsaka čast, nisem vedel, res nisem vedel.
Sam trener je pa vedno strah, ko ga kaj vprašaš, ne? Mal provociram. Ej, Ja, tu res bi je. želel, zdaj, to mi je bilo zelo zanimivo, kar si zdaj rekel, ne? Se pravi, vsakega trenerja pač neki normalno, da so razlike. Ampak ti si igral, rečemo, Belgijo pa Nizozemsko. A si imel ti občutek, da belgijski klubi delajo zelo podobno in nizozemski delajo med sabo zelo podobno? Ja. Imaš ta Mogoče isti malo občutek? drugačen način, ni pa take razlike kot med, recimo, kaj pa vem, prej sva bila na začetku pogovora, sva bila na temi, kako delajo mogoče Mediteranci, pa Zahodnjaki, pa Skandinavci, pa Južnoameričani. Ločujejo se že, pa mislim, da to ni toliko ločevanje stroke, kot je enostavno drugače delajo nekatere stvari. Ampak, a imaš ti občutek, da v Sloveniji imamo pa zelo različnih načinov in slogov, kako treniramo? Ja. To zdaj Zdaj, mene prvo zanima. ligo poglej. Prvo ligo, če se dotaknemo prve lige. A bi bilo prav, tvoje mnenje, to pa če zdaj tako provokativno malo vseeno. Bilo prav, da bi se mi malce tu vseeno usedli pa dogovorili, kakšna liga bomo, ne vem, a bomo mi razvojna liga ali bomo kaj drugega in kakšen stil igre bomo razvijali. Se pravi, da bi šli na nek slovenski unikatni model. Tako. Fajn bi bilo. Fajn bi bilo definitivno, samo nisem pa prepričan, da bi se vsi te dejavniki, ki smo jih omenjala, in trenerji, in športni direktori, in predsedniki, in zveza, in klubi, in stroka, in različni pogledi na nogomet, da bi prišli do tega, da bomo vzpostavili en slovenski model igranja nogometa. Jaz mislim, da je to prej utopija. Sem čisto iskren. Mislim, meni je bilo zanimivo. Ne? Jaz sem bil v Belgiji 2010, ne? Takrat, ko smo mi šli na svetovno, oni niso šli. Ne? Ampak je bila, to sem zdaj parkrat že tudi v oddaji omenil, ampak so nam tako na zvezi belgijski eksplicitno povedali, vse reprezentance enako spodbujajo, da klubi delujejo podobno, kot deluje reprezentance, ker je potem igralcem lažje, se pravi, prehajati. Ker ti že točno veš, ne? Mi rabimo pa 4 leta vas imeti skupaj ali pa 6 let igralcev, zato da vi osvojite neki. Ne? Mislim, tako, zdaj... Se popolnoma strinjam s tabo, samo veš, ki je ključna zadeva. Jaz sem bil tudi v Švici, ko sem še aktivno igral, v Švici so se takrat odločili, mogoče, ne vem, zdaj bom na pamet rekel, leta 2002 ali pa 2005, zdaj 15 let ali pa 17 let, potem so se odločili, da bojo šli v korenito spremembo, rečemo, podobna zadeva, kot si omenil belgijski primer. Do takrat so bili določeni rezultati. Seveda, nekaj časa potrebuje vsaka ideja, vsako delo. Ampak tukaj potrebuješ dejansko 2 do 3, če ne 4 leta. Se pravi, kar dolga doba, ne? Če gledamo nogomet, ker rabiš rezultat v 3 mesecih, karkoli ne. In zdaj, če pogledamo, jaz to lahko trdim, ker vem iz prve roke, bil sem tam, vem, kaj so naredili. Švicarska reprezentanca je zelo respektabilna reprezentanca, govorimo o članski, ampak nekaj, kar je veliko, veliko bolj važno. Od tistega trenutka, 2003, 2005, ko so se odločili, da grejo na to novo zadevo, na te zadeve, kot si sam omenil, vse reprezentance isti model, od U15, karikiram, do A reprezentance, je švicarska reprezentanca šla takole gor in je v vseh mladih selekcijah imajo res lepe uspehe in pika na i je pa to samo potem še A reprezentanca. Sem še enkrat bom povedal, jaz mislim, ne sem Slovenija, da je tukaj utopija, jaz mislim, da cel ta balkanski prostor. Pa če greva še malo dalj, še mediteranski, pa so spet prišla do tega, kaj je zdaj plus, kaj je plus. Južna mentaliteta ali ta, ker tam v Švici, ko se enkrat odločijo neki, ne, grejo po tej poti. Ne bo čez 3 mesece drugačne. Tako je bilo v belgijski. To, ko si zdaj rekel, prosti. To bi bilo verjetno, isto bi bilo v Štokholmu ali pa v Helsinkih, malo drugače pa mogoče v Beogradu ali pa v Lizboni. To, kar si zdaj rekel, ne, zdaj Dalibor Stevanović je zdaj 2 oddaje pred tabo zunaj, ne, je rekel ravno to, ne, jaz delujem na francoskem delu Švice, ne, je rekel, to je čisto nekaj drugega, kot oni Nemci. Tako da imajo tudi neke svoje težave, ampak
to, kar zdaj govorimo, Švica, ne vem, Belgija, Avstrija, oni so res 10-15 let nazaj postavljali neke temelje in danes v bistvu oni po 10 letih, Žanijo. tako ja, imajo neki, zato malce provociram, tudi ko se tako, Ne. ko smo se pogovarjali, jaz bi želel v tem slovenskem prostoru, jaz se strinjam, da imamo in veliko talenta, in veliko strokovnjaka in vsega skupaj, ampak je pa to, kar si na Švico omenil, sem hotel tudi jaz še nekaj zraven dodati, je pa zanimivo, koliko suporta klubi dobivajo tam strani občin. Ja. A ne, in Smo spet pri financah. mi smo spet pri denarju in smo spet pri infrastrukturi in smo spet pri ostalih stvareh. Čuj, da nadaljujemo midva to našo prvo, drugo ligo. Kako ti doživljaš to našo prvo pa drugo ligo? Ker druga liga je, tako ko ugotavljamo, neki polprofesionalna, ne? Ker neki klubov je, lahko rečemo, da deluje na profesionalnem nivoju, kar se tiče organizacije in vsega ostalega, neki je tistih, ki dopoldne hodijo v službo, pa popoldne pridejo še kak evro zraven zaslužiti za igranjem. Prva liga pa je profesionalna. Koliko ti meniš, kje bi mi morali narediti za to, da bi se zadeva izboljšala še? Ker mi moramo imeti kvalitetne lige, zato da bomo imeli na koncu kvalitetne igralce. Niso samo trenerji pa tujci krivi. Ne? Se strinjam z vsem, ampak kar si rekel, po mojem mnenju bi morala biti slovenska liga, prva liga, razvojna liga, kot si rekel, razvojna do te mere, da bi producirali, da nam ne bi igralci med 15 in pa 19 letom za drobiž, govorimo o najbolj talentiranih igralcih, da ne bi bili žrtve agentov, pa ne žrtve, pač tako je, se kakšnemu to trata, da bi se tukaj zmenili, dobesedno zmenili samo za ta en konsenzus, ali pa rečemo eno pravo odločitev. Jaz mislim, da bi morala biti tukaj za, kar je pa težko, zveza, za eno sigurno kot krovna organizacija, kam gre ta fuzbal, zakaj se gre, ampak sestanek z ključnimi ljudmi v nogometu, to so pa definitivno predsedniki pa stroka vseh teh klubov, prve, druge lige, in postaviti ena merila. Kam gremo? Če je to uspel Švici, pa če je to uspel Belgiji, ne vidim, zakaj ne bi uspel nam. Je pa problem v tem, ker imaš nogomet je igra čustev, nogomet je, ne vem, na eno stvar, ali pa na poraz, ali pa na zmago, ali pa na določeno zadevo bova midva odreagirala mogoče drugače, kot bo odreagiral predsednik enega kluba, pa bo jutri zjutraj kaznoval, se odpustil trenerja in se ne bo šel več te zadeve. Se pravi, tukaj bi morali najti nek okvirni da ali pa trden da, mogoče celo v papirologiji, da se gremo eno svojo zgodbo v bistvu. No. Pa še en velik problem je, to, ki si ga omenil, ja, lokalne skupnosti. Pa ne samo finančno, tudi tukaj mogoče govorim že o občinah, pa o lokalnih skupnostih in pomoč nogometu. To je sistemsko rešeno v teh državah, v katerih sem jaz bil. Točno se ve, kaj gre za mladino, kaj gre tudi za prvi tim, kakšna je infrastruktura, kako je. Mi smo nažalost enka Krka, smo zdaj igramo dobro, rečemo, da smo v vrhu, bomo videli, kaj bo. Igrali smo zadnje 2 tekme na najslabšem igrišču v zgodovini druge lige. In to ni kritika, jaz sem itak že zaradi tega naredil kar dosti velik cirkus, se verjetno si spremljal, ampak to ni odvisno od nas, to je odvisno od ljudi, ki so odgovorni za to, od sistema. Ampak da igraš tekmo na skoraj na robu regularnosti, ali pa rečemo na robu regularnosti, potem je to antipropaganda nogometa. To se ne zgodi v 5. avstrijski ligi, v 4. belgijski, v 7. Sploh se pa ne zgodi to tam, kjer igrajo mladi. In tukaj mislim, da imamo mi velike rezerve, ne samo finančne, ampak splošne. In še nekaj je, spet smo na lokalnih skupnostih, jaz imam kar nekaj prijateljev, bili so super igralci, krasni ljudje v teh, recimo teh 3 državah, Belgija, Avstrija, Švica, kjer sem igral, pa mogoče niso bili na nivoju, kot smo bili nekateri reprezentanti, evropska prvenstva, pa te zadeve, so bili recimo temu dobri klubski igralci. Mi verjameš, da je za tiste, ampak so bili pa seveda prvoligaši profiji, se pravi nekaj znajo,
izkušnje so, kvaliteta je. Večina teh fantov, ki se je hotela ukvarjati z nogometom, tudi po svoji profesionalni karieri, je našla svoje mesto v sistemu, športu, nogometu, trenersko, športni direktor, ne vem, pač v teh športnih sferah v nogometu, ker jim je to omogočila lokalna skupnost, oziroma, če smo spet realni, cela piramida je za to poskrbela. In to jaz mislim, da je ena pot, kamor bi morali imeti, tudi če to čez politiko ali pa čez karkoli, enostavno, kako boš ti sproduciral top kadre za nogomet, če na pamet govorim, ena majhna občina ne more zaposliti enega kvalitetnega nogometnega delavca. Trenira pa 150 otrok, trenira 7 trenerjev, in vemo, da je to prej iz rok v usta, oziroma se klubi vsi skupaj, vsak čas in predsednikom, predvsem teh manjših klubov, ne govorimo o prvi pa drugi ligi, ali pa mogoče že na meji druge lige, tako, da enostavno ni denarja, ni finančnih sredstev, da se zaposli nekdo, ki bo tem otrokom, ki so se odločili za nogomet, dal tisto, kar je potrebno. In seveda, potem pridemo do kompromisov, kdo bo to naredil. Ja, dajte mi 300 evrov, pa bom jaz ta tečaj naredil, a si kje igral? Ja, tam sem malo pomagal, pa runmu nisem. Nič slabega, ampak tukaj je osnova. In tukaj so te države pa desetletje pred nami. Veš, o čem mislim, kaj sem mislil? Razumem, kaj govoriš, ja. Mi prijemo pač do zelo preproste zadeve, da nekdo, ki bi naj se ukvarjal z razvojem naših potencialnih bodočih super kadrov, ne samo nogometnih, ker jaz tudi vemo, da sloga naše oddaje nogomet je veliko več kot le zmaga in poraz, ne. Jaz tudi moram reči, da kar neki in ti ljudje, ki z mano delajo to oddajo, se pravi, so bivši nogometaši, ne vem, neki gostov teh, ki je bilo, tako je fizioterapeut Maribora, Almedin Muharemović, je igral nogomet, zdravnik Maribora, rečemo tudi, kaj je tudi moj bivši igralec Mijatović, ne, je isto igral nogomet. Zdaj, na tak način, se pravi, ljudje se vračajo potem nazaj v nogomet, ali kot delavci, trenerji, fizioterapeuti, ne vem, zdravniki, trenerji vratarjev in ne vem karkoli pa že, lahko je tudi zelo kvaliteten garderober, ko vsak se ga zelo fejst veseli, da je res kvaliteten, pa da razume, zakaj se gre, ne. A na drugi strani so tudi ti ljudje potem še kje druge, če druga ne, so pač suporterji, navijači, sponzorji, karkoli od tega, ne. Ampak moramo vsi videti, da je neki smisel. In ti zdaj, jaz mislim, da imate vi več kot 150 otrok verjetno v klubu, ne, boste verjetno šli kar tam, kam greste, proti 250 ali pa več? Ne, imamo 250 otrok najmanj, ja. Ampak jaz sem ti omenil, ne vem, klub mogoče v kakšni tretji ligi pa ima 150 ali pa 100 fantov, ne. In ne najdeš denarja za nekoga, ki bi vsaj postavil približno, da bo teh, vsak čas predsedniku kluba, upravi, ki povsem delavcem, ki najdejo nekatere zadeve za to, da te fante res ne delajo samo za čaj, ampak da so tam prisotni tako, kot je treba, ne. In to je zunaj urejeno. Mi imamo iz občine, evo, pa smo druga liga, mislim, da je 1,5 na recimo temu plačilnem spisku občine. Pa je verjetno tako isto v rokometu, košarki, odbojki. Tukaj imamo sistemski problem, to je problem. Ker na koncu vemo tudi, da skozi šport se naučiš en kup drugih stvari in sodelovanja in delovnih navad in pač vsega ostalega. To so verjetno naši kvalitetni bodoči delavci, lahko tako rečemo, ali pa davkoplačevalci ali kakorkoli. Se pravi, mi ne govorimo samo... Pa še nekaj zelo ključno, ne, vsaka mamica in oče, ki se je, ne vem, ki se je, karikiram, zelo napaljen otrok odločil za nogomet, ker jih je veliko, nogomet je le nogomet. Najraje gledaš v TV tekme, ne? Ja, bo vesela in oče bo vesel in vsi skupaj bojo veseli, če bojo videli, da jih bo, ker je ključno v prvem stiku ne žogo z trenerjem, ker vemo v vseh teh mlajših selekcijah so trenerji tako kot drugi očetje. Je to, fantje se navežejo na njih. To moraš biti
To ni kar zadeva, ja, boš ti to. Kot sem prej rekel, jaz se ne vidim kot trener, se pravi, nisem trener, ne morem biti trener. Se pravi, mora imeti nekdo kvalitete pedagoške, ti si učiš, ne. Se pravi, mora navezati stik s temi 7, 6, 8-letnimi fanti, da mu bojo zaupali, da ga bojo imeli radi, ker šele čez to bo prišla prava ljubezen do treninga pa do vseh zadev. In tukaj mi padamo, na takih zadev padamo. Seveda je pol vsak klub, vsaka hierarhija, vsakemu klubu prisiljena v to, da po svojih najboljših močeh iščejo te kadre. Ampak bi bilo lahko veliko lažje, ne? Čuj, kako pa ti gledaš zdaj, da se malo pomaknemo iz tega ven, spreminjali se bodo lige, ne? Malo smo se pogovarjali o tem razvojnem nogometu, si rekel, da bi mogla naša prva liga biti v smislu razvojno nastavljena, zato da bomo mi res dobili kvalitetne mlade igralce, pa potem v bistvu jih šele spravljati na višji nivo, pa v tujino. Kaj pa ti pol gledaš zdaj, veš, da letos je zadnjo leto, ne, glede na to, da imate vse, in U15 in kadete mladince v prvi ligi, ne, za vas, trenutno sem pogledal lestvice, ste lepo v sredini noter, nekje na nekih varnih conah. Za vas pomeni, se pravi, drugo leto ste imeli samostojno U19 prvo ligo in samostojno, pač skupno zdaj U15, U17 prvo ligo. Kaj ti pričakuješ, da se bo pa zdaj spremenilo z U19? Glede na to, da tu lahko nam mogoče ti poveš, kaj veš, kakva bojo pravila, kaj bo sprememba glede starosti igralcev znotraj. Lej, ne vem točno, kako je, vem, tako kot si ti omenil, zdaj, da je sprememba tekmovanja z naslednjim letom, se pravi, mladinci so samostojni, kadeti grejo skupaj z U15 in se bo točkovalo tudi od naslednjega leta. Vsi, ki ostanejo v prvi ligi, se pravi najvišji rang tekmovanja, se bojo točkovali skupaj oziroma bojo potovali skupaj, igrali z U15. Pogovarjal sem se malo s Hrvati, s trenerjem Carevičem, ki to imajo oni, mislim, da že kar nekaj let. Meni se zdi ta osamitev U19 oziroma mladincev, kar se tiče razvojnosti igralcev, dobra poteza. Zakaj? Ker to je to je zadnja platforma oziroma zadnja stopnička pred člani. In te mladinci, recimo v prvi ligi, bi morali imeti pogoje, morali bi biti nekako v igri tega razvoja, ker realno je pričakovati v naših denarnih ali pa finančnih razmerah, da klub, saj v Krki tako, ki ne bo sproduciral povprečno 2 do 3 igralce ali pa 4, z dobrim letom 6, včasih enega na leto, nima kaj iskati, zato ker enostavno ne moreš potegniti iz drugih sredin, ne moreš plačevati to. Se pravi, to je nek model, kjer jaz mislim, da je dober. Bomo videli, kako se bo obnesel v naslednjih 2-3 letih, ampak vse podobne zadeve mislim, da so tudi v tujini. Še v mojih časih so bile lige U23, U21, ki so bile zelo močne lige v Belgiji in v Švici. Seveda, tam so imeli tudi finančne možnosti, zato mi jih nimamo. Se pravi, dajmo imeti mladinsko ligo, če je U15 pa kadetska liga, recimo predzadnja stopnička, kjer morajo biti stvari že zelo resne, naj bo potem ta mladinska liga tista pravi filter pred članskim moštvom. Tako jaz mislim, da je zamišljeno, tako naj bi bilo tudi prej. Mislim pa, da kar se tiče prve lige, same prve lige, ta liga 10, jaz razumem probleme, poznam vse na zvezi, smo v dobrih odnosih, sodniška organizacija, vse ok, ampak moje mnenje je, da je liga 10 je zelo, pa ne bom rekel neatraktivna liga, samo vedno se je treba spraševati, v tej ligi niso samo Maribor, Olimpija, Celje trenutno, ne vem, Mura, Koper, ampak pride tudi Tabor, je Gorica, mogoče bo prišla Nafta, je, ne vem, Fužinar, je lahko Triglav Kranj, je lahko, upajmo, kdaj tudi NK Krka, ampak govorim zakaj. V bližnji prihodnosti, to hočeš reči, ne? No, upajmo, ja. 2-3 leta, ajde, ali pa nikoli ne veš. Ampak pomembno je po moje to, da, ker se pogovarjam s trenerji, pogovarjam se z delavci v klubu, ki so, naprimer, noter, velika euforija je, ko greš v prvo ligo. To je normalno. Wow, super. V zadnjih letih se je malokrat pokazalo, da je potem, lansko leto je bilo malo bolje, da se
da se po 7-8 kolih pač ločita eden ali dva, mogoče celo 3 klubi, ki so od spodaj, in je to v bistvu depresija za igralce, za klube, za karkoli produktivnega delati naprej. Tako je pač, taka je bila kvaliteta. Po mojem mnenju bi ta razširitev doprinesla temu, da bi bila liga veliko bolj tudi lokalno nastrojena, če hočemo tako, in da bi bilo tukaj več slovenskih igralcev, ne glede na to, da bi ta spodnji dom mogoče malo padel, ampak bi bila pa 2 kluba več. Ker tisti klubi, ki so aspiranti oziroma so protagonisti za prva mesta, tako ne bojo imeli problemov. Tako da zdaj se mi zdi, da je enostavno Liga 10, no. Jaz mislim, da je Slovenija zmožna tudi finančno, mogoče niso to milijoni, ampak niso to velike razlike med vrhom druge lige pa v bistvu začeljem prve lige. Konec koncev to dokazujejo klubi. Ampak sam sistem tekmovanja, vse skupaj bi bilo lažje, če bi se to malo povečalo. Razumem pa argumente zveze. Ja, so se dogajali Zavrči, so se dogajali Ankaran, se je dogajal, ne vem, včasih še Avtobum Kočevje, vse veš, da tega je bilo veliko. Ampak to bo se bo kakšna taka zgodba pojavila. Ampak glede na to, da tudi verjetno spremljaš kadetsko mladinsko ligo, meniš, da bi tudi tu bilo smiselno povečati število ekip? Glede na to, da včasih je bila to Liga 16, pa je šla na 14, vmes je bilo celo ideja na 12, pa je zdaj nekako obstala ta 14. Če ti po pravici povem, nisem niti toliko razmišljal o tem problemu, ker mi je nekako fokus bil prvi, samo dejansko se mora pol sistem spreminjati, ne. Ja, treba se odločiti vedno potem, koliko imaš kvalitete, koliko imaš financ in kaj hočeš, to je dejstvo. Ampak, ko se enkrat odločiš, pet po tej poti, ne. Mislim, da smo mi v dosti primerih velikokrat spreminjali sisteme tekmovanj, ne vem, vse skupaj se je velikokrat spreminjalo. Evo, tako kot sva rekla, vrnemo se k prvinskemu problemu, ne. Švicarji, Belgijci so se odločili 15 let ali pa 20 let nazaj in še danes isto, ne. Ok, midva sva tekmo odigrala, kako si v podaljških bil? Si bil vedno dober pripravljen? Pripravljen sem bil solidno, tako da pri Srečku se je vedel, da grem med 65 pa 70. Ne moreš igrati. Ne, to je bila to smo se hecali vedno. Podaljški so, no, tako bom rekel, najlepšega je zabiti v podaljšku. Ok, zanima me, zadnje leto je vsem, glede na to, da se pogovarjamo na ta prva, druga liga, veliko prehodov iz druge lige igralcev v prvo ligo. Rečemo pa, če zdaj na koncu tudi Peris je prišel k vam, vi ste ga poskautirali nekako, in se je šel potem v Koper, zdaj se je pa že prodal ponovno na neki višji nivo. Ampak tudi drugače veliko slovenskih igralcev iz druge lige se je prelevilo v kvalitetne prvoligaše. Kako ti v bistvu doživljaš, koliko je, malo smo se že dotaknili tega, a je sploh pol res toliko velika razlika, ali je tu samo primanjkljaj, da bi imeli ti igralci v drugi ligi malo več teh kvalitetnih, težkih tekem? Lej, čisto iskreno, mi smo v zadnjih 2 letih, ne vem, malo smo verjetno tudi kvalitetno delali, selekcionirali fante, imeli smo 2 odlična trenerja, kar se skautinga tiče, zdaj imamo Marija Careviča, prej bil Zoran Zeljković, ki je, ti povem na primerih, Zoran Zeljković, jaz nisem poznal Tičiča. Vešen Tičič je bil mladinec Olimpije, ki je zdaj eden od ključnih igralcev v Kopru in Zoki ga je pač poznal, ne. In je vedel, da je dober, vedel je, da se splača in smo ga potegnili. Peris, govorim o tem skautingu, nekdo mora stati za igralcem, ne. Peris je bil za mene, ko ga ti gledaš na treningu ali pa takole na kakšni Pepčko, da ne bom kakšne kakšnih drugih besed uporabil za to igro, občasno je netipičen nogometaš, ko govorim to, kar se tiče, samo tisto, kar mu je pa mati narava dala, dribling, občutek za prostor, brzino, tisto, kar ima, mi smo ga klicali Jegulja oziroma Gumiflex, to je, fant ima neverjetne
predispozicije, to pa pač prepoznaš, ampak tak se ti zgodi vsake toliko časa, ne. Dobro, on je šel za milijonski transfer ven, pred enim letom je igral pa v Krki, ne. To je dejstvo. Zoki je bil, naš trener pa je bil v Iliriji, ko je bil, ni bilo vse najboljše. Se pravi, včasih moraš tudi malo tvegati, da se mogoče kaj zgodi, mogoče se pa tudi ne. In pri trenerjih, in pri igralcih, ne. Samo, evo, Krka, mi smo Kambiča, Tičiča pa Perisa prodali v Koper, prodali smo še trenerja v Koper, kar je unikum. Res smo ga prodali, sicer ni bilo ne vem kaj, ampak smo ga prodali, ker je imel pogodbo. In jaz hočem zdaj povedati samo nekaj. Prišel je en mladi trener, Zoran Zeljković v Koper, ki ima svojo inštitucijo, ki ima svoj način dela čez desetletja. In zdaj, da se razumem, jaz sem z njihovim predsednikom Ante Gobercem zelo dober, z vsemi tam zelo dober. Samo dejstvo je, da je prišel mlad trener Zoran Zeljković in je v enem letu spremenil pojmovanje nogometa do tega nivoja, da je šel povsem v drugi smeri, kot se je šlo do zdaj. Govorim na selekciji igralcev, na brzini, na sistemu igre, na fante, na katere bo stavil, in je danes dejstvo, da je bil eden od najboljših Peris iz druge lige, eden od najboljših Tičič iz druge lige naše, oziroma od nas, in Kambič, verjemi mi, če ne bi bilo poškodbe, bi bilo tudi, seveda je bila tukaj moč Kopra, bilo je tukaj veliko dobrih igralcev, vse skupaj, kar je moč Kopra, kar je tradicija Kopra, vse v redu, ampak DNK je bil pa na nek način zamenjan, pogledalo se je v drugo smer in Koper je s Perisom, s Tičičem in seveda predvsem Zoranom Zeljkovićem, ki je po mojem mnenju še vedno najbolj perspektiven trener v Sloveniji, zdaj pa mogoče že med 2-3 najbolj kvalitetnimi, tako da mu damo še malo, ker je premlad, da bi mu govoril, da še ni, mora še stopnjevati te zadeve. Malo moraš od zadnji stati, pa ga še malo kritizirati, zato da ti dokaže, da si zasluži. Da se ne umisli po domače. Ampak dejstvo je, da se je to zgodilo, ne? Zaradi trenerja, zaradi videza na to, ampak je pa res, da sem ostal ob strani, sem mu to omogočil, ne? Mi smo prodali še Džapota pa Majiča v Muro, en fant je šel v široki breg, se pravi, iz druge lige se da nekaj delati, ne? Zdaj pa vprašanje, koliko in na kakšen način, ne? Treba se zavedati tudi, da druga liga, spodnji dom, je to veliko nižji nivo, delajo v težkih pogojih, ti sam veš, kaj se je dogajalo, verjetno Šmartnem in tako naprej, ampak jaz mislim, da glih ravno so klubi, ki delajo dobro, ki delajo ok, ki bo vse v redu, so detajli, ki jih je treba spremeniti, ampak mislim, da glih ravno ta problem je med tretjo pa med drugo ligo, kjer se začne na pol resen fuzbal, no, tako bom rekel. In ta na pol resen fuzbal do resnega fuzbala, ki je pa v zgornji polovici, ali pa rečemo druge lige, da je to kar druga liga, tukaj bi morali pa najti neko, kaj pa vem, nek sistem, in da se vrneva na začetno vprašanje, ja, drugo ligo moraš tudi spremljati, ne? Zagotovo. A je tako? Absolutno. Ne, meni je samo ena stvar, mi je tako zelo fascinantna, bolj dlje časa, ko sem noter, pač večkrat se mi pojavi zelo podobna zadeva. Zdaj, več časa, ko sem ali v nogometu, ker sem zdaj, ne vem, zdaj trener 25 let, ali pa zdaj, ko delam, ne vem, tole, že ne vem, katero oddajo smo midva, se ti upravičujem, 63, 65, tu nekje, ne, da tisti igralci, ne vem, tako kot ti, ki si imel dobro kariero ali pa odlično kariero, da nam rekel sam dobro, ne, mi je zanimiv prvo, se pravi, delovne navade, resnost, odgovornost, delati več kot ostali in potem iz tega pač se nekaj lahko zgodi. Ker nekaj igralcev imaš v teh sredinah, ki so pri 15 prestopali v nekaj bolj resna okolja, ki jim je omogočalo, da so potem ponovno več trenirali, bolj intenzivno trenirali, imeli še mogoče pač kak dodatni support in so ponovno uspeli nekaj narediti, ne. In tu se jaz sprašujem, ker pač ena moja zgodba, ne, je taka tudi bila, da Elvisa Bratanovića se še spomniš verjetno, ko je igral za Domžale, ne. On je kot mladinec pri meni v Velenju
itak je bil eden boljših igralcev, ne, in je normalno napredoval v člansko moštvo. Članski moštvo takrat tudi nekaj zabijal, še kot prvo leto mladinc. Mislim, da je dal takrat Olimpiji 1-2 komada, da smo ga nekaj naučili, ampak čez 3 mesece sem ga jaz dobil nazaj. Dobil sem ga pa nazaj zaradi tega, ker igralec 3, 4, 5 treningov na teden, tako kot smo mi lahko trenirali, iti v člane, kjer se je bilo, ne vem, se pravi, mi smo imeli 5 do 6 aktivnosti, člani pa 9 do 10 aktivnosti, ne, je bil po 3 mesecih, njemu je bil kolaps, ne, on ni več dohajal, se pravi, telo se ni moglo prilagoditi. Ne. Fizično ni dohajal več. Ne? Tako. Ampak se je vse potem poznal tudi potem na sami igri. Ne. In jaz predvsem razmišljam, kako ali mladinsko šolo dvigniti, se pravi, zdaj to U19 ligo, da bodo lahko trenirali približno tako, kot trenirajo, se pravi, tisti, ki so na top nivoju. Se nam pa zgodi dostikrat, to je pa tudi, rečemo, bila ena, ko je Boštjan Kreft rekel, ne, si je pa dostikrat to, da pa mladinci trenirajo bolj intenzivno ali pa bolj profesionalno, kot pa ne vem, kateri klubi v drugi ligi. In potem imaš spet določen konflikt. Ne. Tako da tu je, rečemo, meni, zato tudi iščem sam odgovore na kak način, ne, pa se mi zdi, da eno teh ljudi, ki bi lahko mogoče tudi malo provocirali po Sloveniji, ali pa da bi lahko začel to malo snežno kepo, da jo spremenimo v veliko švicarsko, slovensko kepo, ne, da bi se malo spreminjali. No. Viš, da nama bo uspel. Ja, jaz lahko, kdaj, ko sem na televiziji, to omenim, ampak take zadeve bojo prišle. Mislim, da je že veliko to, da se, rečemo, nogometni delavci pa stroka strinjamo o teh zadevah. To je že veliko, ne. Da bojo pa to glavni odločevalci, ki pa nismo mi, ne, to je pa dejstvo, prišli tudi do tega, pa mislim, da mora biti spet določen splet okoliščin, ki bo to povezano. In ja, jaz se strinjam, ti mladinci so v bistvu jedro vsega, ne. Tukaj pride, pri mladincih že pride do nečesa, da je to resen fuzbol, da so čez 5, 7, 9 let treniranja prišli do nekega nivoja, da so ocenjeni kot, govorimo seveda v prvi ligi, ne, da so ocenjeni kot sej tudi iz tega nivoja mladinskega se jih bo prebilo recimo 10%, ne, ali pa 20 do višjih zadev, pa potem spet še manjši procent naprej, ne. Ampak mislim, da je potrebno vlagati v to, če smo se vsi skupaj odločili za mladinsko enotno ligo, potem mora biti to kvaliteta. Okay. Ne glede na to, ki igrajo člani. Ja, sej, ne glede na to, ki igrajo člani. Sem pridava, zdaj razmišljam sprot, ko se pogovarja, pride do tega, da z vsem potrebnim spoštovanjem bo imelo, naprimer, Krško ali pa Bilje, ki so v drugi ligi spodoben drugoligaš, igrajo top zadevo, super, razvijajo se določeni igralci, vse v redu. A si bojo lahko oni omogočali, karikiram, mladince na mogoče celo finančno višjem nivoju kot pa prvo moštvo? Ker to je, verjetno pride tudi do tega, ne? Ja. Ali bo spet elita igrala med sabo? Tu bomo spet prišli do tega, da bomo mogli nek sistemski ukrep priti, ne, da bomo lahko vsem skupaj omogočili. Ker meni je tudi to mi je najbolj zanimivo. Ne. Mi ne moramo govoriti, kje se bo talent rodil, ne, ali pa nek potencial za razvoj. Ne. To je kjerkoli. In vsi bomo pa mogli delati za to, da bo se ta potencial lahko razvil. To je pa naslednja poglavje, verjetno. Ne. Tako, pa še nekaj, zdaj si se dotaknil ene krasne zadeve, ki pa mislim, da je pa res, bi morali pa nekatere stvari, če ne drugače, po pravilniku NZS spremeniti. To je pa to, kar si omenil. Talent se lahko rodi v Mariboru, v Ljubljani, v Ravnah ali pa v Spodnjem Dupleku. In lokalni klub, ki ga je odkril, ki mu je dal osnovne zadeve, karkoli, bi moral biti nagrajen in vsi po vrsti, ki so dejansko prispevali k razvoju, recimo, kasnejše zvezde ali karkoli. In mislim, da ta stvar ni tako uravnotežena, kot bi morala biti, če bi bilo vse pošteno. Sem prepričan, če bi šli nazaj gledati zdaj, Šeško, prav je, da so vsi dobili nekaj, ampak a je bilo to pošteno?
ali ne, to je pa druga zadeva. Ker To pa ne bomo mi dva odločila. to pa ne bomo mi dva odločila. Lahko pa Samo zdi rečemo, se da bi ti- bilo pametno mogoče na naslednji seji, da se na zvezi kaj pogovorijo. Ja, ker baza je pa še vedno, kje je baza. Evo, pa se vrnemo na začetek pogovora. Na ulici pa v malih klubih. Ja, je pa res, da to nagrajevanje ne, je določeno v enem deležu strani UEFA, ne. Je pa drug problem, ne, da marsikateri klub po moje sploh ve, ne, da mora vložiti. Se pravi, nič ti ne pomaga srečka za 4 milijone, ne, če jo imaš doma v žepu. Ne. Moraš jo iti Se vnovčiti. ne veš, da jo imaš. Ja, to je pa pol drug problem. Ok, jaz bi šel, preden prijemo v penale, bi te vprašal, zdaj glede na to, da vse ta nogomet verjetno te fascinira iz leta v leto, se pravi od VHS kasete do dronov zdaj in vsega ostalega, ne, kje se ti rečemo pa v tem delu, kjer se tebe tiče, izobražuješ ali pa kaj te zdaj najbolj zanima, kam iti naprej, zato da bi ti bil boljši, pa da bi lahko več dal. Govoriš o meni kot o športnem direktorju. O tebi konkretno. Ja. Aha. Lej, poskušam, čeprav nisem tukaj glih najboljši, slediti pa spremljati vse te tehnične zadeve. Se sva tukaj, glede Zuma sva kar dobro skozi prišla, dobro, to so osnovne, se malo hecamo. Žal mi je, Ampak da nismo uživo, ampak lej. Ja, vse je v redu. Poskušam tudi sam na sebi, ker nekaj moraš tudi sam na sebi delati, da v bistvu usvajaš nekatere zadeve, ki so definitivno pozitivne, imamo tudi negativne zadeve, ki prihajajo z vsega tega džumbusa, družabnih omrežij, ne vem, tehnologije. Ampak ja, nekako se izobraževati pa dati možnost vsem novim zadevam, ki so pozitivne, da se me dotaknejo, da povlečem nekaj iz njih, to je sigurno. Po drugi strani pa nekako izkoriščati neke izkušnje, pa kaj zvem, tisto, kar mi je nogomet dal do zdaj v, rečemo, tej bolj mehanski obliki. Pa izkoristiš zdaj ta poznanstva, rečemo iz tujine, da pokličeš, kako rešujejo določene težave znotraj, ne vem, v Belgiji ali pa na Nizozemskem? Super vprašanje, premalo. Tukaj si me dobil premalo. Evo. To je v redu, če te bomo zdaj spodbudili, da boš še kaj več, da boš več izkoristil, pa tem še spomnil si me na to, pa sem prepričan, da če bi par številk vrtel, se imamo vsi v telefonih 1000 cifr, od tega jih je 700 brez veze, ampak mogoče jih je pa 15 takih, kjer bi sigurno kaj dobil, pa mogoče mi ni zaneslo v to smer, da bi iz tega razloga poklical. Pa so fantje na višjih nivojih. Kar? Tudi če imaš 3 prave, veš, je čisto redo. Ja, tudi če imaš eno, je že zadost, da se nekaj naučiš. Če moram te vprašati, koliko tujih jezikov ti govoriš? Jaz govorim angleško, lahko rečem kar zelo dobro, nemško se sporazumevam, francosko se sporazumevam, dobro, teh hrvaških pa slovenskih pa ne bom govoril. Nizozemsk, flamske se pa niso čuval, kaj? Flamsko sem tudi komuniciral, sem je pa že toliko tega, da sem pozabil. Veš kaj, pri jezikih je to, jaz vedno pravim vsem, sploh mladim ljudem ali pa takole, vsak jezik, ki ga znaš, je strahoten kapital, to je dejstvo. Dobro, angleški, včasih tudi v angleščini skoraj razmišljam, ker je narava posla vsega tega mojih povezav, kakšnih angleščine, ja. Ampak poanta je že v tem, ker naprimer francosko, bil sem v francosko govorečem delu Švice, krasno zadeva, Lozana, Ženevsko jezero. Pri jezikih je tako, ne, nemščina pa francoščina, naprimer, da smo 2 ure skupaj, bom že začel govoriti. Od začetka se bom pa malo lovil. To je zdaj, recimo, temu neaktivno na pol. Okay. Ali pa aktivno na pol. Ampak 2 dni, se pravi, v francoskem delu nekje pa si noter, ne? Hitro noter. Ne bo to knjižno, ampak bo pa v redu. Flamščina je pa posebna, ne, flamščina je bila pa, mogoče sem flamsko še najbolj govoril, ker sem bil 3 leta tam in sem se res trudil, ampak flamščina je pa, ni kot francoščina pa nemščina, je res za ozek krog ljudi, to je nizozemščina pa v bistvu pol Belgije, Valonija pa tale, Valonci so pa, kaj že drugi del, oziroma rečemo, da pol Belgije govori flamsko, in pol pa francosko, ne. In
je pa res, vsak jezik je kapitalne. So pa naprimer tudi različne anekdote. Ne? Jaz mislim, da človek vedno, ko tudi v Sloveniji je veliko teh zadev. Jaz nisem znal besede francosko, ko sem prišel v Lozano, ne, v Švico. In mislim, da je že nek znak dobre geste, po mojem celo obveza, da če priješ v neko drugo državo, poskušaš čim prej usvojiti njihov jezik, sploh če te plačujejo, če delaš tam, če si karkoli. Že zaradi tega, ker se mi zdi, ne glede, a si tam vulkanizer, ali si direktor banke, ali si pa nogometaš, da jim pokažeš spoštovanje. To je ključno. In zaradi tega sem jaz tudi poskušal to. In je pa res, da mlajši si, lažje je. Ne? Pa si se hitro naučil drugače jezikov? Ja, to pa kar imam talent, ja. To pa moram reči. Ja. Okay. Čisto v zadnjem delu imam vedno dve vprašanji. Eno je, kaj bi ti svetoval mladim nogometašem? Kaj bi svetoval mladim nogometašem? Iz prve bi rekel naslednje. Vse tiste cilje, želje, mogoče tudi vesoljske želje, karkoli je, jih sledite in si sledite in delajte vse tisto, kar mislite, da bo pripeljalo do teh ciljev, do teh želj, do izpolnitve teh želj, seveda, če imate za to možnosti in če se vidite v temu. Nikoli pa ne poslušajte drugih, ne vem, suflerjev, kako preživeti življenje, v kjer šport se dati, karkoli, ker mislim, da to ni dobra izbira. Še vedno smo vsi odgovorni, da preživimo življenje, ali pa si izberemo šport ali pa pot sami. In tako da vsak je unikum na tem svetu in vsak ima svoj talent. Nekdo za košarko, nekdo za fuzbol, nekdo za, ne vem, slikarstvo, nekdo za šolo, nekdo za številke, ampak vsak človek na tem svetu ima talent. To sem se prepričal, ali pa v veliki meri sem do tega prišel, ne samo v Sloveniji, v tujini. In nikoli ne obupaj, pa spravi iz sebe tisto najboljše, kar je v tebi. Se pravi, išči vedno nove poti, ne? Če takrat, ko se zaletiš v steno, ne? Tako je. Še vedno mi v naših letih iščemo, samo mogoče malo manj agresivno. Malo bolj taktično. Drugo vprašanje. Zdaj, prej smo omenjala, ne, U9 tekme, da najraje gledaš, ne, ker so najbolj strastni navijači, mamice največ kilometrov naredijo v igrišču. To se malo šalim jaz vedno, ne, ampak ker sem bil na začetku normalno trener teh najmlajših, ne, pa mi je bilo vedno zabavno in zanimivo. Ampak kaj bi pa v takem, rečemo, generalnem rekel za starše, ne? Zdaj, koliko si ti imel, ne, strogo mamo, šola mora biti, ne, pa oče tudi verjetno sta bila tu složna, ne, ampak kaj bi rekel danes, rečemo, glede na to, da je vseeno precej drugačen čas, ne, kot je bil včasih. Res je. Če pogledam na hitrico, moja starša sta bila prava, sta mi dala tisto, kar mlad človek ali pa teenager potrebuje in kar se plusov tiče in minusov. Neko odgovornost, neko disciplino sta vedno zahtevala od mene, kar je prav mladega človeka, ampak ključno je tudi to, da sta me pustila, da se sam odločam o zadevah. Človek se po mojem mora sam odločiti, oziroma starš mora pustiti otroku, seveda vprašanje zdaj, koliko je star, ampak da je samoiniciativen in da si izbere tisto, kar ima otrok najraje, ne pa tisto, kar ima ta starša najraje. Vemo, da je veliko staršev bilo z določenimi kompleksi v športu, karkoli, in želijo, da njihov otrok živi njihovo življenje oziroma dosega cilje, ki jih oni niso ali so, ali pa sledijo tem ciljem. Mislim, da to ni prava pot. Pa vedno biti kritičen, ampak v pravi meri. Jaz sem imel očeta, ker sem bil po domače rečeno ves pameten, ko sem domov prišel, sem zabil 3 gole, recimo pri 15 letih je rekel, ok, mali, vstal si ti malo, lej, je bil tudi nogometaš. Rekel, lej, tam si one 2 falil, tisti je bilo tako, da me je v pravem momentu spuščal, ko sem letel. Ko sem bil pa na dnu, ko je bilo slabo, ko sem bil zanič, ko ne vem, je bilo kaj narobe s trenerjem, me pa tudi na pravi način dvigoval. Se pravi, to tehtnico je treba po moje najti med ambicijami staršev
pa željami in ambicijami otrok. To je to. Ja. To lažje zdaj povem, da ena od naslednjih oddaj bo. Imam enega, Očeta. ne, imam enega, ko je delal raziskavo, doktorsko disertacijo na to temo, vpliv okolja, kulturnega okolja, pa še kaj drugega zraven, se pravi starši, prijatelji in vse ostalo na to, da mogoče si ti celo tu v tej raziskavi zraven sodeloval pri gospodu Križaju. Res, ne spomnim. Super zadeva. Tukaj upam, da boš imel veliko gledalcev, ker to bi bilo dobro za vse. Ti bom poslal, pa boste še vi tam po Novem mestu malo podelili. Ni problema. Ok, Sašo, jaz se ti zahvaljujem, zdaj smo že 2 ure, bo je malo konc, tako da v 117 minuti smo ga zabila, ne? Tako, ko si rekel, ko si mi govoril, sem rekel pol ure, uro, ne? Kot da bi se pogovarjala, 20 minut. A imajo vsi podobne feelinge? Ja, zelo. Noter pademo, ne? Ja, upam, da si užival, no? Da je bilo zanimivo. Pa lej, še nekaj, realno, čim več takih pogovorov, meni je všeč to, ker kar si mi naštel zdaj, so iz različnih spektrov, sicer se športa, samega nogometa tiče, ampak to je to, od staršev do psihologov, do trenerjev, do, igralcev, karkoli. Mislim, da je to osnova, ker več ljudi, več vedno. Absolutno. Ti hvala, da si bil moj gost. Hvala tebi. Želim ti res uspešno sezono, no? Na vseh ravneh tekmovanja, pa da zrihtate travo, veš, da je spodobna za igranje. Prej sem bil, ko sem te klical, sem bil na travi, ni še to, ampak počas bomo, do decembra bo zelena, sem pa nov več. Ok, ostali. Hvala ti za povabilo, pa pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam. Zaključili smo še eno oddajo podcasta iz Centra Gol. Še enkrat smo pokazali, da je nogomet veliko več kot le zmaga in poraz. Če ti je bila oddaja všeč, klikni, da ti je bila všeč, napiši komentar, sledi nas na Instagramu, Facebooku, YouTubeu. Drugače, za danes je bilo to vse. Hvala, da si bil z nami. Vidimo se naslednji petek v novi oddaji iz Centra Gol.